Prijazno pozdravljeni in dobrodošli na posvetu županu Mestne občine Velenje z naslovom A vemo, kam gremo. Ideja za ta posvet se je porodila na programskem vikendu 28. festivala mladih kultur Kunigunda in sicer na podlagi informacij in izkušenj, ki so jih mladi in tudi mladinski delavci nabirali tekom letošnjega in lanskega leta. Namreč na posvetih za pripravo 4. lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje oziroma mladinske strategije in pa tudi na delavnicah Razvojne agencije Saša na temo pravičnega prehoda. Teh delavnic je udeležila cela generacija dijakov šolskega centra Velenje, tako da smo v minulem obdobju imeli veliko stika z mladimi in govorili tudi o aktualnih temah, predvsem pa prihodnosti Šaleške doline. No, Kunigunda je vselej pogledala na aktualne teme skozi prizmo lokalne mladine in kaj je bolj aktualno in pomembno kot to, a vemo, kam gremo. Zato danes posvet z županom, na katerem bomo odgovarjali na vprašanja v zvezi z gospodarskim prestrukturiranjem. Ta vprašanja vznemirjajo generacijo naše prihodnosti, kje bodo živeli, kaj bodo delali, kako kakovostno bo njihovo bivanje v Šaleški dolini in kaj sploh je to prestrukturiranje in kaj s tem. Župan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, dobrodošli, hvala, da ste z nami. Ja, hvala lepa in seveda prijazno, zdaj že lahko rečemo dober večer vsem prisotnim in tudi tistim, ki niso prisotni, pa slišijo ta pogovor. Ne? Udobno danes sediva, ne da? Moram priznati, da so udobni stoli, ja. Tako da predvidevam, da je tudi center ponovne uporabe imel prste vmes. Pravzaprav Maja Gavrilovska svojo znamko Mala Pala in zdaj sem porajtala, da smo vas posedli v pik in objem. Tako da vas že pripravljamo na naslednji teden. Primerno obdobje, ne? A Kunigunda letos kaj nagaja? Kunigunda, moram priznati, oziroma čestitati, no res, ker dogodkov se ne udeležujem tam, kjer nisem povabljen, ampak sledi Kunigunde sem pa seveda zaznal po našem mestu in namen takšnih dogodkov je ravno to, da ste prepoznavni, da ste vidni, da vas slišimo, čutimo in letos vas kar čutim, slišim in tudi vidim, tako da čestitke. Ja. Ekipa mi ne bo zamerila, če povabim župana na vse dogodke, ki se bodo še zvrstili, a ne da? No, torej, mirno spite. Ne zvonijo telefoni, da je preglasno. No, če pogledamo nekaj časa nazaj, je bilo kar burno po obenem dogodku, ampak takrat sem že ob 2 zjutraj, ko tudi sam nisem mogel spati, sem rekel, tole pa ne bo v redu. In Messengerja na Facebooku nisem upal do zjutraj niti ne odpreti, ker se mi je zdelo, kaj me bo čakalo. Ko sem ga pa zjutraj odprl, je bilo pa ravno to, kar sem pričakoval. Skratka, kar nekaj pripomb občanov, ampak to je del življenja, zato smo tudi to seveda v bistvu naredili, zato so dogodki in včasih je treba biti strpen, ja. Nikoli pa ne smemo biti seveda iti čez neke meje, ki jih seveda tudi kot skupnost postavljamo. Tako da. Bomo kasneje govorili tudi o tem. Še preden začnemo z razpravo, med nami prijazno pozdravljam tudi vodjo urada za urejanje prostora Branko Gradišnik, vodja urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karlo Sitar, vodja urada za družbene dejavnosti Marka Pritržnika, vodjo centra za pravični prehod Razvojne agencije Saša Katarino Ostruh. Dobrodošli, hvala, da ste z nami in seveda vabljeni, da se tudi vi vključite v razpravo z komentarji, dopolnili vprašanji za mlade, ne nazadnje. Ne? Se pravi, ta posvet je namenjen tako mladim kot odločevalcem. No in ja, v občinstvu so mladi, ki so pripravili vprašanja, seveda vsi ostali, ki želijo vedeti, kam gremo. In vsi ste vabljeni, da se z dvigom roke prijavite k besedi, zastavite vprašanje, podate predlog, izrazite mnenje, pokomentirate razpravo, skratka verjamem, da smo vsi tu zato, da odpremo prostor za izmenjavo informacij in mnenj. Zakaj pa smo se odločili za ta posvet? Torej, zaznali smo med mladimi precej nelagodja v zvezi z našo prihodnostjo, v zvezi z velikimi spremembami, ki se obetajo v gospodarskem in s tem tudi družbenem prostoru. No in mladi so komentirali razna področja, zaznali pa smo, da jih najbolj skrbi, kje bodo živeli, kje bodo delali, kako kakovostno bo življenje v Šaleški dolini. Zato morda najprej k stanovanjski problematiki izjemno pereča je.
Večkrat so mladi z vami in obratno skupaj seveda sedeli na to temo, med drugim tudi leta 2020 na medgeneracijskem forumu. Kar jih trenutno skrbi, so opazili, da je leta 2022 za subvencioniranje obroka kredita bilo namenjenih 15 000 evrov, letos 2025 je za isti ukrep namenjen 10 000 evrov, se pravi, gre za ukrep, ki mladim pomaga do lastniškega stanovanja, eden od ukrepov. In vprašanje je, zakaj so se ta sredstva zmanjšala za 5 000 evrov? Dobro, hvala lepa za tole vprašanje. Zdaj, res je, da smo imeli v poslovnem načrtu, seveda, torej v proračunu 10 000 evrov v ta namen, ampak porabili ste že preko 11 000 evrov. Skratka, samo po sebi to govori, da to niso sredstva, ki so seveda potem zamejena. Mi seveda samo osnovo za proračun predvidevamo na osnovi realizacije preteklega leta. Zdaj v preteklih letih se je enkrat porabilo 14 000, enkrat 9 000, potem 11 000 evrov in zato so seveda tudi v uradu se potem odločili, da bomo za letošnje leto načrtovali 10 000 evrov. Seveda, ko pride ta sredstva do tega, da so realizirana, da so uporabljena, potem pa pride vodja urada do župana in pravi, tukaj smo uporabljali ali naredimo dvig sredstev in letos smo že tudi naredili v preteklosti ta dvig sredstev, tako da kar je v proračunu, je bilo v proračunu, kar je pa zdaj že v realizaciji, pa že sredstva, so pa sredstva že više. Tako da, kar se tega tiče, lahko zagotovim, da vedno bomo zagotovili vsak cent, tudi če bo potrebno seveda proračunsko postavko dvigniti v ta namen. To smo počeli v preteklosti, to smo naredili letošnje leto, tako da tista številka 10 000 evrov ni tista, ki je potem, rečemo, dokončna. No. Se pravi, koliko še letos spamo? Še imate 3500 nekje evrov, pa če boste pridni, bomo mogli še to dvigniti, tako da z veseljem. Drug ukrep je nižji prispevek za komunalni priključek, a ne pri novogradnjah, ampak mladi opozarjajo, da pri obeh ukrepih se pravzaprav pomaga tistim mladim, ki so že zmožni kupiti stanovanje s kreditom oziroma graditi s kreditom ali brez, medtem ko so v največji stiski tisti mladi, ki do kredita sploh ne morejo, kaj šele do novogradnje. Ja, zdaj, tisti generacijski forum, ki smo ga imeli, moram povedati, takrat, ko sem postal župan, seveda, da je prvi generacijski forum bil ravno z mladimi, ker se mi zdelo to zelo pomembno, da mlade neposredno nagovorim in da z njimi seveda tudi sooblikujemo življenje v našem mestu. In takrat smo sprejeli kar nekaj skupnih odločitev, od tega, da smo objavili prvi razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj mladim, pa potem te subvencije za kredite in ostale stvari. Skratka, lahko rečem, da je bil sestanek zelo učinkovit, zelo koristen in da pravzaprav tisto, kar smo takrat dorekli, tudi seveda uspešno realiziramo. Stanovanjska stiska v Velenju danes je, temu si ne smemo zatiskati oči, konec koncev tudi v razpisu, ki ga vsake 3 leta ponovimo za dodelitev neprofitnih stanovanj, je mislim, da čez 250, tu nekje okoli 250 upravičencev v tem trenutku. In res je, mi v tem razpisu imamo tudi posebno kategorijo oziroma prednostno kategorijo, ki je namenjena izključno mladim, zato mladi tudi lažje pridejo preko tega razpisa do samega stanovanja. Ker pa stanovanj ni dovolj, smo pa tudi v letu 2022 potem takoj pristopili, oziroma že v začetku leta 2022 pristopili k spremembi prostorskih aktov. Takrat smo začeli, mislim, da z 8 prostorskimi akti za izgradnjo novih stanovanj in šele sedaj v tem obdobju se ti prostorski akti zaključujejo. Kaj želim povedati, da pravzaprav za spremembo prostorskega akta in zato, da lahko sploh na nekem območju začnemo projektirati, pripravljati projektno dokumentacijo, pridobivati gradbeno dovoljenje in šele graditi kasneje, seveda moramo kar 3 leta se boriti z birokracijo in priti do tega stanja, ampak v letošnjem letu nam seveda to tudi uspeva. Tako da Zlati grič je sprejet, čakamo še na spremembo OPPN-ja za pošto, na lokaciji za pošto. Tisto, kar je pa najbolj pomembno, ker to je večinoma namenjeno za trg, ker trg določa seveda, kaj bo na trgu, kaj bo šlo pa neprofitni najem, je pa to, da smo z stanovanjskim skladom že dorekli tudi za lokacijo, za izgradnjo novih 200
približno 200 stanovanj. To je lokacija na Selu. Mi bomo v naslednjih mesecih podpisali tudi sporazum o izgradnji teh stanovanj, ki bodo šla pa izključno v neprofitni najem. In tukaj seveda absolutno je kategorija mladi ena izmed tistih, ki je prioritetnega značaja, kaj tudi stanovanjski sklad ima to politiko, tako da bomo z veseljem oziroma lahko brez težav naredili en tak večji razpis za mlade, kjer bomo res neposredno nagovorili mlade, vključno z vsemi tistimi gospodarskimi vsebinami seveda, in da bomo dodelili potem stanovanja res tem mladim, ki stanovanje, kot smo rekli, si zaslužijo, si želijo, nimajo pa za to razpoložljivih finančnih sredstev. Imamo vprašanje iz občinstva, ampak samo da povzamem, se pravi, 3 nove lokacije so zagotovljene za stanovanjske novogradnje, od tega bo ena izključno za neprofitna javna stanovanja. Novih lokacij je 8 prostorskih aktov smo začeli, večina teh prostorskih aktov se zaključuje, kot rečeno, smo pa vse te lokacije dali na razpolago stanovanjskemu skladu, kajti stanovanjski sklad se skladno s svojimi kriteriji seveda odloča potem, katera lokacija je primerna za neprofitni najem, in stanovanjski sklad je izbral lokacijo na Selu, torej pod krajevno skupnostjo Konovo oziroma v Zgornjem Šeleku, zato je ta lokacija tudi v takšni obliki izbrana. Mi smo imeli seveda tudi želje, da bi druge lokacije neposredno financiral stanovanjski sklad, ampak na to niso pristali, tako da bomo pa tudi tam, kjer je danes, bom rekel, tržnemu segmentu predvidena gradnja, bomo tudi tam seveda investitorje vedno znova povprašali, če so pripravljene stanovanja odprodati, kakšno količino, in seveda bomo tudi takrat seveda zagotovili finančna sredstva za odkup teh stanovanj in jih dali seveda v neprofitni najem. Je pa zelo pomembno, mogoče še pridemo seveda tudi na vprašanja, da smo bili zelo uspešni, in to je bila sugestija Mestne občine Velenje, da smo v zakonu o prestrukturiranju Saše regije na našo pobudo dali seveda tudi izgradnjo stanovanj kot strateški projekt, kjer bomo lahko finančna sredstva uporabljali tako za komunalno upravljanje, za odkupe zemljišč, za gradnjo, skratka za vse to, za vsa stanovanjska vprašanja, ki se tičejo naše občine, in cilj je seveda, da poskušamo v tem procesu prestrukturiranja iz tega naslova zgraditi približno 10.000 oziroma 1.000 stanovanj v Saše regiji. Zaenkrat pa torej 200 smo rekli na Selu. 200 je pa neposredno, kar je seveda povezano z neprofitnim najemom. Hvala. Prosim. Ne slišimo se, Rok, iz občinstva. Zdaj? Ja, ok, super, hvala. Hvala za tale dolg uvod, v bistvu na par vprašanj ste mi že kar odgovoril, imam pa še 2 zadevi. Torej, po tistem zadnjem mladinskemu forumu, ki smo ga imeli, se je izoblikovala tudi ena skupina, ki se je ukvarjala z stanovanjsko problematiko za mlade. Takrat smo med drugim tudi prišli do rezultata, kar je bil ta razpis, torej 5 stanovanj, ki so izključno namenjeni za mlade. Pa se je pa zadeva nekako postavila. Nismo več imeli nobenega posveta oziroma sestanka. Mogoče je malo delovalo, kot da smo v bistvu stanovanjsko problematiko za mlade rešili. In me zanima, če je še kakšna ideja, da bi se take skupine spet sestajale oziroma se prihodnje tudi naprej dobivale, ker bi se pač lahko ideje izmenjevale, če druga ne, komunikacija točno teh stvari, kar ste zdaj omenili, ker nismo niti recimo vedeli, da se bo ta stanovanja gradila. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje pa super, kar se tiče teh novih investicij in pridobitev, je pa to verjetno še nekaj časa se ne bo zgodilo. Če ima mogoče občina do realizacije teh projektov še kakšne druge interese oziroma načrte, kak pa generacije, ki še ne bojo deležne teh rezultatov, mogoče obdržati v Velenju. Hvala. Dobro, kar se tiče te skupine, res je, takrat je seveda tudi Alenka Rednjak sodelovala z vami pri pripravi tistega razpisa. Zdaj, če smo zelo iskreni, od takrat naprej smo se ukvarjali samo s prostorskimi akti. Skratka, s to birokracijo, kjer seveda mladi tudi, ali pa pravzaprav noben občan ne more kaj dosti pomagati, potrebno pridobiti soglasje vseh ministrstev za vsako lokacijo.
da ne govorim, birokracija je tukaj izjemno zahtevna in dolgotrajna in zaradi tega seveda tudi nismo sklicevali, ker tudi nismo novih takšnih razpisov dali. Sprejmem pa to pobudo, ker se strinjam, mogoče pa vseeno dobro, da se vsake toliko ta komisija ali pa skupina seveda sestane in da si vsaj izmenja osnovne informacije, da tudi mladi potem seveda veste, pri čem ste. Tako da predlagam, da to pobudo seveda tudi sprejmemo, da bomo danes tudi to zabeležili in da bomo takoj sklicali tudi sestanek, pogledali tudi lokacije, bom rekel te plane, ki jih imamo in da bomo potem tudi lažje seveda vedeli, zakaj gre. Zdaj, kar se tiče pa to mestno obdobje, mi v tem trenutku danes se gradi po Velenju, mislim, da 60 stanovanj. V naslednjem letu jaz mislim, da bo že nekje približno 200 stanovanj v gradnji, ko se bodo aktivirali vsi ti prostorski akti oziroma vsi ti projekti. Tako da ta gradnja bo stekla, se pa strinjam, ena gradnja takšna traja vsaj 2 leti verjetno in ni mogoče pričakovati, da bomo v začetku prihodnjega leta imeli pa 200 stanovanj namenjenih za mlade. Zato bo tukaj, bom rekel, prav poseben izziv. Mi zdaj imamo edino možnost, kar jo imamo, seveda, da spremljamo trg, tam, kjer so stanovanja primerna tudi za neprofitni najem, jih odkupujemo. In če se bo ta zakon aktiviral v takšni obliki, kot je zdaj zapisan, če ga bo vlada in državni zbor sprejela, potem lahko mi že naslednjo leto tudi preko tega zakona, začnemo masovno, rečem pač, odkupnati tista stanovanja, ki so na trgu na razpolago. Tako da v tem trenutku je to pravzaprav edina opcija, dokler mi ne pridemo do nadomestnih stanovanj, da res na trgu pogledamo, kaj je, odkupimo in seveda damo tudi potem v najem. Smo pa, mislim, da v tem letu dali 54 stanovanj, to je bila zadnja informacija pred dopusti, verjetno se je ta številka zdaj že spremenila, se pravi 54 stanovanjskih izzivov oziroma tisti, ki so bili v čakalni vrsti, smo zdaj v zadnjem obdobju tudi realizirali. Skratka, hočem povedati, da pač se to počasi ta, bom rekel, prednostna lista manjša, ne gre pa tako hitro, kot bi si seveda vsi skupaj želeli, to pa predvsem zaradi tega, ker ni dovolj stanovanj na trgu. Ali se bo ob povečanju javnega stanovanjskega sklada povečalo tudi število stanovanj namenjenih izključno mladim? Trenutno jih je 5 in to je približno 0,5% občinskega stanovanjskega sklada. Ja, zdaj neposredno je seveda 5, po drugi strani tisto, kar gre preko obstoječega razpisa, je seveda teh stanovanj veliko več. Tudi za mlade družine, ne? Bo pa kot rečeno nov razpis, jaz računam in ker se mi tudi zdi, da z vidika javnosti, z vidika tega, da mladi vedo, kaj jim je na razpolago, bomo objavili nov razpis, seveda takrat, ko bomo imeli večjo količino teh stanovanj na razpolago, da se ne ukvarjamo s parimi stanovanji, pa birokracijo, razpisi in vse, kar je potrebno za to, da dodeliš 5 stanovanj. Ampak če rečemo, da imamo 50 stanovanj namenjenih za mlade, se pa seveda takšen proces splača narediti in ta proces bomo vsekakor odvili. Tukaj soglašam z vsemi tistimi, ki seveda danes opozarjate tudi na ta problem ali pa na izziv, ki ga imamo. Preden gremo na naslednjo temo in sicer zaposlovanje o stanovanjski problematiki, morda še to, mlada generacija je precej okoljsko ozaveščena, zelo cenijo zeleno mesto Velenje, zelo zaskrbljeni so v zvezi z novogradnjami na zelenih površinah, ki so še redka dobrina tudi v mestu, v parku. Zato vprašanje, ali bi bilo morda možno na mesto novogradenj odkupovati obstoječe objekte, kar nekaj objektov na območju velenjske občine je trenutno na trgu, bi se jih dalo preurediti v stanovanjske objekte. Skratka, kaj pa ta opcija, torej revitalizacija v resnici, a ne objektov za stanovanjski namen? Vprašanje je zelo na mesto. Zdaj mi imamo že kar nekaj objektov znotraj mestne občine Velenje, ki seveda že kar nekaj let samevajo, kjer konec koncev vidimo, da trg ni dovolj zanimiv ali pa je seveda sama cena teh zemljišč previsoka, da bi
trg to odkupil in da bi zgradil stanovanja na teh območjih. Zato smo tudi seveda apelirali, da se v zakon dajo te dikcije, da je možno tudi odkupiti zemljišča ali pa, bom rekel, objekte in tako naprej. Skratka, jaz vidim v tem trenutku dve taki lokaciji. Ena je lokacija, ki je tukaj v neposredni bližini, kar se tiče Erine uprave, bivše, kjer je bil potem center za Bivši socialno, CSD, ja. ja, kjer je bil center za socialno delo, drugo je pa območje vis-a-vis, kjer je lastnik Mercator, ki že kar nekaj let seveda odprodaja to zemljišče. Zdaj, z vidika javnih financ je zelo neodgovorno seveda, da mi damo res visoke zneske za takšno zemljišče, ampak če bomo imeli pa zakon, ki bo seveda sofinanciral to možnost, bomo pa seveda pristopili takoj tudi k temu. In kot naprimer lokacija, ki je vis-a-vis, je po mojem osebnem mnenju seveda zelo primerna za oskrbovana stanovanja. Imamo zdravstvene domove, dom za varstvo odraslih, parke, vse imamo na mestu. Tukaj pa verjetno tudi bolj za mlajšo generacijo in tako naprej. Skratka, so tukaj tudi opcije in tudi o teh stvarih seveda razmišljamo, ampak najprej dajmo ta zakon čez sito sprejema speljati. Jaz upam, da nam bo to uspelo in potem bo seveda tudi to veliko, veliko lažje. Pa še to se mladi opazili prav v predlogu zakona, da bo možen odkup strateških površin in nepremičnin, se pravi tistih, ki so trenutno v lasti Premogovnika Velenje in so trenutno industrijske objekti in površine. A bi bila smiselna študija, kako prav te površine in te objekte preurediti v stanovanjske cone, v bivalne objekte. Mislim, da nekaj takih praks v Evropi, v že revitaliziranih, prestrukturiranih regijah obstaja. Zdaj, mi smo tukaj predvsem sledili enemu cilju, da zaščitimo seveda vse zaposlene, ki so danes ali pa so bili v preteklosti odvisni od premogovniške dejavnosti in so seveda najemodajalci teh stanovanj. Zato je tudi želja, da se ta stanovanja ne odprodajo na trgu, ampak da ta stanovanja dobi stanovanjski sklad Mestne občine Velenje, s čimer potem tudi zaščitimo vse tiste, ki so danes najemniki, ki so konec koncev trdo delali desetletja v jami in imajo na razpolago to stanovanje in ne želimo, da bi seveda nekdo to sprivatiziral in enostavno te ljudi potem vrgel na cesto. Tako da, kar se tega tiče, je to predvsem neka socialna komponenta. Zdaj, kar se pa tega tiče, pa teh strateških nepremičnin, so pa to predvsem v tem trenutku tiste nepremičnine, ki so seveda sanirane. Mi smo to prednostno listo tudi podali, ki so povezane večinoma ali pa pretežno na nekaj na urbano središče, se pravi nekaj zemljišč, ki so še v lasti Premogovnika Velenje, ki se samo slabo vzdržujejo in tako naprej, da bi se to avtomatsko preneslo na nas, in na drugi strani predvsem to objezersko območje. Ne želimo, da se, bom rekel, lokacije ob jezeru seveda privatizirajo in da pride nekdo, ki mogoče nima dobrih namenov z razvojem naše skupnosti, ki želi samo preprodajati neko zemljišče do teh zemljišč in da bi potem seveda on ta potencial, ki smo ga konec koncev kot skupnost ustvarili, izkoriščal. Skratka, to sta dve komponenti. To, da bi pa mi stanovanja gradili na teh površinah, ki so danes v lasti Premogovnika Velenje in pa Termoelektrarne Šoštanj, pa zelo odkrito povem, da o tem nismo razmišljali. Je pa seveda najprej potrebno ta območja sanirati. Zdaj jaz vidim predvsem območje, kjer je danes deponija premoga, kot območje, ki je seveda na nek način degradirano, po drugi strani je pa to neka gospodarska cona, poslovna cona, ki bo tudi v prihodnje, po mojem osebnem prepričanju, seveda namenjena razvoju gospodarstva in bi bilo mogoče tudi, glede na to, da so to tudi energetske lokacije, nesmiselno v ta območja umeščati stanovanjske skupnosti, ker tudi z kvalitete bivanja in življenja. Je pa vsekakor verjetno še kakšno območje, ki je v lasti energetskih družb, ki pa je seveda sanirano in je mogoče na teh tudi graditi stanovanja, ampak s temi stvarmi se bomo zdaj po samem sprejetju seveda zakona tudi aktivneje ukvarjali in če bo kje mogoče zgraditi kakšen stanovanjski kompleks, potem seveda z veseljem tudi takšen zalogaj prevzamemo nase. Smo izčrpali temo stanovanj, stanovanjske problematike. Potem bi
prešli na zaposlovanje. Za istočnico mogoče to, no, da smo tako na posvetih za pripravo mladinske strategije kot na delavnicah Centra za pravični prehod mlade vprašali, ali želijo ali nameravajo ostati v občini oziroma se po študiju v Ljubljani, Mariboru, drugod vrniti domov, se pravi, da bi tu živeli in delali, in smo bili kar vsi presenečeni, da so veliki večini v resnici obsedeli, se pravi, izrazili svojo namero, da gredo drugam, z izjemo morda tistih, ki so bodoči prevzemniki kmetij, prevzemniki, se pravi, družinskih podjetij in podobno. No, skratka, velika tendenca mladih, da bi odšli iz Velenja živeti in delati. No, in zato, da bo lokalno okolje privlačno za mlade, predvsem izobražene kadre, je treba ustvariti okolje za gospodarstvo, ki bo lahko take kadre zaposlovalo. Velikokrat imamo pričakovanja, nerealna pričakovanja v resnici od lokalne skupnosti pri zagotavljanju delovnih mest, vendarle pa je lokalna skupnost tista, ki lahko nastavi teren za bodoče zaposlovalce, in tu mlade zanima, kakšna je na tem področju vizijo občine, se pravi, kakšno gospodarstvo si občina želi v prihodnosti, kakšne panoge, kakšne delodajalce in s kakimi ukrepi ustvarja okolje, ki bo za te delodajalce, za generacijo v prihodnosti privlačno. Ja, zdaj kot prvo, v Velenju imamo približno toliko delovnih mest, kot imamo tudi delovno aktivnega prebivalstva. Skratka, če bi zaprli naše meje, bi rekli, da vsak delovni aktiven občan ima možnost dela. To je ena zadeva. Druga, kar se mi zdi seveda pomembno pri teh vprašanjih, je, da kot družba se zelo, zelo spreminjamo. Mladi imate, bom rekel, čist druga videnja in vizijo, kaj bi v življenju počeli. Prepričan sem, da takšne kvalitete bivanja, kot je v Velenju, v Sloveniji boste malo kje dosegli. Torej, če gledamo po kvaliteti bivanja, bi pravzaprav Velenje moralo biti izjemno privlačno okolje, zaradi vseh storitev okolja in vsega ostalega, kar imamo. Po drugi strani se pa zavedam, da poleg stanovanj seveda mladi pričakujete tudi delovna mesta, ki so privlačna, in v zadnjem obdobju je bilo seveda zelo veliko negativne konotacije vezano na energetsko situacijo v naši dolini, in jaz mislim, da je predvsem to, ker je res bilo veliko negativnih zgodb, da je to pravzaprav ključen razlog tudi, da mladi vseh tistih lepih ali pa pozitivnih zgodb, ki se pa odvijajo v našem okolju, niti ne zaznajo in so zaradi tega seveda tudi skeptični, kar se tiče prihodnosti tukaj v Velenju. Ampak z tega mesta res trdim, in to sem trdno prepričan, da na področju gospodarstva premikamo meje, da smo tudi zelo učinkoviti in da sledimo, glede na to, da je vprašanje seveda, če vemo, kam gremo, da točno vemo, kam gremo, in da sledimo vsem tistim potrebam, ki jih seveda tukajšnja skupnost tudi narekuje. Zdaj, kaj lahko lokalna skupnost naredi? Lahko gradi poslovne cone, lahko podpira inkubirana podjetja, lahko z kakšnimi seveda razpisi spodbuja podjetništvo. Predvsem je pa najbolj pomembno to, da skrbimo za zgledno infrastrukturo. Če bo infrastruktura zgledna, če bo dovolj stanovanj, če bo kvaliteta življenja v tem okolju prava, potem smo seveda tudi privlačni za investitorje, za neka nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, in seveda takrat je tudi lažje potem se odzivati na vse te potrebe naše skupnosti. Če pogledamo, kaj smo zdaj naredili, naredili smo to, da smo pripravili projekt prenove stare elektrarne, kjer bo domovalo, ne vem točno, okrog 40 novih inkubiranih podjetij, ki bodo določena izmed teh seveda skozi leta zrasla in potem prešla tudi na samostojno pot. Mi imamo sistemsko podporo tem podjetjem, od najmanjšega do največjega, vključno z Hysensem, tako da vsakemu podjetju oziroma vsaki kategoriji teh podjetij ločeno tudi pomagamo, skladno z zmožnostmi in seveda z njihovimi potrebami. No in v stari elektrarni bo predvsem ta prehranska samooskrba,
kjer bodo tudi razni laboratoriji. Vemo, da imamo v našem okolju startup podjetje, kot je na primer Graška, ki je že danes izjemno uspešno, ga najdemo pravzaprav na policah različnih trgovskih velikanov in je prav, da temu področju, kajti mislim, da prehranska samooskrba je nekaj tistega, kar bo seveda tudi posebni izziv, sploh v tem globalnem sprejemljivem svetu za vsako skupnost in mislim, da je to ena dodana vrednost. Poleg tega bo v tej stari elektrarni tudi visoka šola torej fakulteta za energetiko, kar seveda še vedno pomeni, da bomo mi še vedno želeli kader usmerjati tudi v področje energetike. Če gledamo na drugo stran čez cesto, kjer bomo zgradili industrijsko-tehnološki inkubator, gre tukaj že za, bom rekel, tudi potencialno nekatere scale-up podjetja, ki bodo lahko domovala tukaj noter, kajti noter bodo tudi proizvodne celice, to pomeni nekoliko večji prostori, kot je bilo po vzoru rudarskega doma, vključno s pisarnami, skratka bodo lahko imeli že svoje proizvodne obrate. Vemo, da bo tudi Kemijski inštitut prišel v ta objekt, kar pomeni, da smo prvi inštitut pripeljali v naše mesto, kar je seveda tudi, bom rekel, tendenca za naprej, da poskušamo te razvojne institucije pripeljati v naše mesto, kajti razvoj je le nekaj tisto, kar seveda žene vse skupaj naprej. Tako da, kar se tega tiče startup skupnosti, poleg tega, da smo tudi v zakon dali kot strateški projekt, predvsem v programskem smislu, da bo dodatno podprt s finančnimi sredstvi, kar pomeni seveda, da za startup skupnost smo poskrbeli. Drugo, kar je posebni izziv, je seveda ta mala pa srednje velika podjetja, zato smo zgradili poslovno cono Stara vas, kjer danes pridno seveda rastejo novi objekti. Kaj smo dosegli z to poslovno cono? Smo predvsem dosegli to, da smo poleg obstoječih delovnih mest danes paleto delovnih mest razširili tudi na področje farmacije. Poleg te tako famozne seveda Von Farme je tam tudi podjetje Ergofarma, za katera danes se že zanima za izgradnjo tretje faze proizvodnih prostorov, torej prvo fazo so postavili, zaposlili so takoj, mislim, da 30 ljudi iz našega okolja, z področja farmacije, začeli so takoj graditi drugo fazo, zdaj ko drugo fazo zaključujejo, se že zanimajo za tretjo fazo, skratka imamo farmacevtsko področje, ki ima res v evropskem merilu eno najvišjih dodanih vrednosti in tukaj lahko rečemo, da smo to paleto razširili. Tretjo, kar pa je, kar počnemo in kar smo zdaj tudi naredili, je pa to, da smo seveda pripravili projekt za novo poslovno cono v Pesju, to je v tem degradiranem delu, kjer smo pa imeli 7 zemljišč na razpolago za prodajo iz naslova pametne specializacije, to pomeni iz področja zdravstva, medicine, trajnostne mobilnosti, digitalizacije in tako naprej. Jaz sem bil prepričan, da mi bomo prodali 2 zemljišča, vse ostalo nam bo pa ostalo za prihodnje leta, ampak od 7 teh zemljišč je 6 podjetnikov že kupilo zemljišča in zdaj do konca letošnjega leta bomo verjetno izbrali izvajalca, začeli z komunalno opremljenostjo, vzporedno bodo pa ta podjetja pripravili projektno dokumentacijo, tako da bo že v naslednjem letu na tem območju, da bo izrasle novi proizvodni obrati. To seveda pomeni, da kot lokalna skupnost na tem področju res delamo vse. Jaz vidim en posebni izziv, ki ga še imamo za prihodnje, takrat, ko se bo daljnovod, ki prečka Staro vas, seveda odstranil, to bi naj bilo prihodnjih 2 letih, da poskušamo z državo, vkolikor bo trg seveda to dopuščal, pripeljati še kakšno podjetje v naše okolje z visoko dodano vrednostjo. Potem pa jaz mislim, da smo, bom rekel, glavno delo, ki smo ga imeli, seveda opravili. Ko bo pa tretja razvojna os, bo pa, jaz sem prepričan, vse skupaj še veliko lažje. Če zraven damo še razvoj turizma, pa vse ostalo, kar počnemo, kar se mene tiče, me ni strah za delovna mesta v prihodnje niti približno. Želimo pa si, da nismo toliko odvisni od Hisensa, da nismo toliko odvisni od energetike, ampak predvsem, da razpršimo paleto delovnih mest in da mogoče seveda dame zdaj v teh zadnjih desetletjih niste imeli toliko dela v lokalnem okolju, si želim, da bi seveda več priložnosti bilo tudi za ženski spol in da bi tudi delovna mesta, ki so prijazna ženskam, tukaj v Velenju se začela odpirati. In tudi pomembno je,
strateški projekt, ki je v zakonu o prestrukturiranju tudi te kreativne industrije, kjer želimo seveda tudi ta segment kulture, umetnosti, oblikovanja povezati z izobraževalnimi institucijami in na koncu tudi z gospodarstvom, tako kot danes Hisense in vsi ostala podjetja seveda potrebuje neke oblikovalce, dizajnerje in tako naprej, bi lahko seveda to področje tukaj res naredili eno tako trdno, kvalitetno mrežo. Poznamo naše dizajnerje, ki ne delujejo v našem okolju, ki se vozijo v Ljubljano delati, pa so po moje ocene boljših v Sloveniji. Zakaj ne bi seveda takšnim ljudem tudi tukaj v Velenju omogočili, da imajo potrebno infrastrukturo, da imamo programe in da imamo konec koncev tudi sistem, ki to podpira in potem to tudi povezuje. Takoj sem, da preverim oziroma poskušam povzeti, se pravi, če je bilo vprašanje, kakšna je vizija, kakšno bo našo gospodarstvo, predvsem industrija, prihodnosti, se pravi, bo slonela na start-up podjetjih, na proizvodnih podjetjih, ki jih imamo trenutno v poslovni coni Stara vas in na podjetjih v poslovni coni Pesje, ste rekli 6. S čim se ukvarjajo ta podjetja oziroma kakšna delovna mesta bodo odpirala? Tukaj gre predvsem za področje tudi prehranske samooskrbe, potem je področje digitalizacije, krmiljanja, v tej smeri. Se pravi, z vidika pametne specializacije. Imamo prav definicijo, kaj pametna specializacija je in seveda vsi tisti, ki iz tega naslova imajo to vrstno dejavnost, potem pridejo v ta objekt. Generalno je pa to digitalizacija, prehranska samooskrba in pa tako imenovana pametna mesta. Vse tisto, kar se zdaj tudi v trendu, seveda v razvoju največ pojavlja to. Hvala. Sprašujem namreč zato, kot ste uvodoma rekli, imamo toliko delovnih mest, kolikor imamo delovno aktivnega prebivalstva, ampak na teh posvetih ne smo zaznali skrb za mlade, ki se nameravajo izobraževati, specializirati. Ja, lahko gredo v službo jutri, ampak ne v službo, kakršno še želijo, za katero so se izobraževali. Ta delovna mesta je treba iti iskati drugam in ta delovna mesta si želijo v dolini. Zato sprašujemo. Ja, in predvsem mladi tudi povedati, kaj želite v prihodnosti delati. To se meni zdi zelo, zelo pomembno, kajti jaz sem mislil, da malo si kdo mi reče, da sem mlad župan, ampak ko se jaz primerjam z mladino, vidim, da imamo velikokrat zelo različne poglede in že danes mene ta starost malo načenja in zato rabimo tudi seveda tako imenovani push-up strani mladih, da povejo tisto, kaj želijo, ker je potem tudi nam lažje oblikovati politike v tej smeri. Hoče biti župan? Je to fajn delovno mesto? Ima visoko dodano vrednost? Ja, zelo. Prosim. A se čujemo? Ja, čujemo se. V bistvu sem imel kar par vprašanj, ampak ste kar povzel večino mojih pomislekov in vsega, ampak vseeno me pa zanima. Vse, kar ste povedali glede na visoko izobražen kader, delovna mesta visoko izobraženega kadra, rekli ste, da imamo dovolj delovnih mest za vse, ampak če nismo vsaj večinsko zadovoljni s svojimi delovnimi mesti, ne bo v redu. Vse skupaj se mi zdi, da temelji na nekih dolgoročnih planih, na dolgoročnih načrtih, tudi tako je Tina rekla. In me sam zanima, na kak način bi pa lahko kratkoročno poskrbeli za visoko izobražen kader oziroma za tiste, ki so že doštudirali, ki zdaj iščejo delovno mesto, glede na to, da je Hisense zaprl vrata, da ne zaposluje. Ja, jaz moram reči, da to, kar se tiče področja gospodarstva, kar sem zdaj govoril, ni to, bom rekel, dolgoročna vizija. Zato, ker tudi, če ti gospodarstvenika vprašaš, kaj bo delo čez 10 let, nihče ne zna povedati, zna ti povedati, kaj bo delo čez leto ali pa 2 leti. In tudi sami načrtujejo seveda svoje poslovne procese in odločitve v tej smeri v kratkem roku. In kot sem prej povedal, če danes pogledamo, bom rekel, kdaj bodo ti objekti nastali, bo to v roku 2 let, ko bodo objekti stali. Zdaj, če pogledamo Ergofarma, farmacevtsko podjetje, že ima objekt, proizvodno halo, ki že obratuje, ki je že zaposluje. Skratka, že zdaj se je začelo, bom rekel, se je začela ponujati neka paleta novih delovnih mest, tako da, ko bomo seveda to paleto še razširili, rečemo v naslednjih 2 do 3 let, jaz mislim, da bo seveda ta slika še toliko bolj drugačna. Ampak, kot rečeno, najbolj je pomembno, da mladi
veste, kaj bi delali v življenju, da ne bi bili vsi youtuberji. Zadnjič sem pogledal čez okno, ker je prišel ta youtuber. Jaz mislim, da toliko mladih, ko je bilo takrat tam, da ga ni gospodarstvenika, ki bi toliko mladih v Sloveniji, ki bi toliko mladih seveda na kup spravil. Zdaj, če bili vsi youtuberji, potem župana verjetno ne potrebujete. Potem rabite nek prostor, pa dostop do interneta, pa seveda svoje ideje in to počnete. Tisto, kar lahko pa kot župan seveda in kot občinska uprava počnemo, je pa to, da dajemo res podporo gospodarstvu in vedno je tako, lahko si mi želimo delovna mesta, ne vem, takšna in drugačna, trg na koncu vedno svoje naredi. Zato je pa prav, da smo spodbudno okolje, da imamo visoko kvaliteto, da poskrbimo za prometno infrastrukturo in da predvsem to energetiko s temi negativnimi zgodbami, ki se tudi danes odvijajo, seveda že damo končno enkrat na stran, ker pozitivnih zgodb je pa izven te energetike seveda ali pa teh negativnih zgodb ogromno in jih zaradi teh slabih zgodb seveda teh lepih zgodb niti ne opazimo, ker niso zanimive ne za medije, ne za javnost. Ne. Ja, ok, se pravi, ta industrijska cona, vse skupaj, farmacija, super, ampak to so spet proizvodni delavci, ki so nizko izobražen kader. To ne drži. Saj kar se tiče farmacije, lahko zagotovim, da je dodana vrednost na zaposlenega v evropskem merilu z tega področja ena največjih. Produktivnost raste, ne vem, ogromno procentov, na nekaj 10% na leto. Skratka, se tukaj vidi, da kar se tega tiče, ne gre samo za proizvodne delavce, tako imenovane, kot jih poznamo iz Gorenja in podobnih stvari, ampak da gre res tukaj za dodano vrednost, visoko dodano vrednost. In seveda naš cilj je, da čim več takšnih podjetij pripeljamo v naše okolje. To ni enostavno, ker zmotivirati podjetnika, da prije v Velenje, zakaj bi prišel, seveda mora biti kar nekaj teh kljukic obkljukanih in lahko rečem, da v zadnjem obdobju smo izjemno veliko tega naredili. Zamerim pa državi to, da niti enkrat ni prišla do nas, pa rekla, mi imamo pa investitorja, vi se prestrukturirate, ali bi bili vi pripravljeni, bom rekel, tega investitorja sprejeti v svoje okolje. Ampak jaz mislim, ko bo tretja razvojna os, ko se bo začela naslednjo leto še ta glavna žila graditi, da bo tudi iz vidika gospodarstvenikov, to sem prepričan, ker tudi seveda vodim dialog z njimi, prišlo tisto zaupanje, da logistika enkrat bo takšna, kot si jo zaslužijo, kot si jo želijo in bo potem tudi seveda gospodarstvo se še veliko, veliko lažje razvijalo. Super, hvala. Okay. Hvala za vprašanje. Ja, super. Sem še enkrat bi res rada povzela, ker zakaj tu sedimo, ne glede na vso obveščanje, seznanjanje po vseh možnih kanalih, informacije očitno še vedno ne dosežejo. No? In zato bi rada še enkrat, se pravi, glede na aktualne projekte infrastrukturne, s katerimi se delajo nastavki za gospodarstvo prihodnosti, bo to gospodarstvo razpršeno na mala, mikro podjetja, start-up podjetja, upamo tudi na scale-up podjetja, se pravi na nekatera proizvodna podjetja iz področja prehranske industrije, farmacije, digitalizacije, in pa tudi ste omenili, se pravi kreativno industrijo, kot predvideva zakon. To je zdaj tisto, kar mi seveda v tem trenutku vidimo v našem okolju, se pa zadeve zelo hitro lahko spremenijo in že jutri lahko potrka, bom rekel, nekdo nov, ki bo seveda videl tukaj neki interes. Moram priznati, da odkar je bila objava, da bo pač gospodarstvo tukaj iz naslova prestrukturiranja dodatno tudi spodbojeno, da se je povpraševanje tudi za to okolje zelo, zelo povečalo in zato moramo biti predvsem pozorni, ko se te zakonske dikcije pišejo in tako naprej, da je res učinek seveda teh spodbud viden v našem okolju. Da kdo ne izkoristi tega sistema samo zato, da pride sem, pobere denar, pa potem gre izven naše skupnosti naprej delati, kar počne, morajo pač učinki ostati tukaj v našem okolju in v teh drobnih stvareh se skrivajo, bom rekel, veliki izzivi in smo že kar nekaj takih stvari seveda poskušali, oziroma ne poskušali, smo jih tudi preprečili, da kdo seveda ni zlorabil vsega tega in peljal zgodbo nekam drugam.
Hvala. Z področja zaposlovanja pa samo še eno vprašanje, se pravi vezano ne le na nova delovna mesta, ampak na obstoječa delovna mesta in delodajalce, ki bi lahko zaposlovali lokalni visoko izobraženi kader, pa se morda odločijo drugače. Ali bi lahko občina spodbudila delodajalce, da bi zaposlovali lokalne mlade strokovne kadre, se tudi v sklopu štipendijske politike občine in tako, ne, pa tehle, kaj so že praks na delovnem mestu, je bilo nekaj govora o tem, no kje smo torej z spodbudami delodajalcem za zaposlovanje lokalnih mladih? Zdaj, da bi lahko seveda iz proračuna namensko dajali sredstva v ta namen, bi bilo verjetno zelo težko, kajti spodbuditi nekega podjetnika, da nekoga zaposli, je ta sredstva težko zagotoviti v proračunu. Tako bogata občina, nažalost, nismo, mislim, da tudi nobena druga v Sloveniji ni. Lahko pa seveda z nekimi drugimi ukrepi in spodbudami seveda to tudi počnemo. Mi sicer imamo razpis, ki ga namenjamo za spodbujanje podjetnikov. Vsako leto ga spremenimo, ga nekoliko seveda specializiramo za tisto področje, kjer mislimo, da je prav, da ga v posameznem letu seveda podpremo. Niso pa to takšna sredstva, da bi z njimi seveda lahko zdaj množično odpirali delovna mesta in na veliko zaposlovali. Tukaj gre predvsem za neko podporo, da pomagamo podjetjem, da jim damo neko veljavo in da tudi predvsem tisti mlada podjetja seveda veliko lažje pridejo čez prve korake svojega razvoja. Tako da, če sem zelo iskren, zelo težko bi iz proračuna seveda dajali takšne spodbude za to, da bi ljudje dodatno zaposlovali. Je pa to naloga zakona o prestrukturiranju te regije. To se pa strinjamo in takoj, ko je bil zakon tudi v javni obravnavi, sem takrat tudi seveda poklical razvojno agencijo, tudi gospodarsko zbornico in sem tudi od njih zelo jasno povedal, da pričakujem, da sami pripravijo seveda ukrepe z področja zaposlovanja, gospodarstva, ki naj bodo umeščeni v zakon o prestrukturiranju te regije. Župani si sami ne moremo ukrepov za področje gospodarstva izmišljevati, to morajo gospodarstveniki povedati, kaj želijo, kaj pričakujejo in zdaj, ko se bo ta program seveda snoval, kam bomo namenili teh 200 milijonov evrov, je sigurno zelo velik ali pa največji poudarek na področju spodbude gospodarstva, torej ravno iz tega naslova, to, kar je bilo vprašanje, da gospodarstvo spodbudimo, da mora biti ohrani delovna mesta, dodatno zaposluje, predvsem pa da vlaga v razvoj, v inovacije, v tisto, kar je konec koncev tudi gonilo samega razvoja. V takšnem okolju, kjer smo pa mi, seveda je pa zelo velik poudarek na podpori srednje velikim podjetjem. Za velika podjetja je lahko rečemo tako ali drugače preskrbljeno. Srednje velika podjetja so pa tista, ki potem ženejo celotno gospodarstvo naprej. Tukaj imamo kar nekaj takšnih podjetij v našem okolju in prav je, da seveda poskušamo zdaj tudi spodbuditi ministrstva, da so ti ukrepi usmerjeni tudi v ta namen, da bodo ta srednje velika podjetja res dovolj močna, da bodo lahko seveda tudi potem za sabo vlekla ta manjša podjetja, ki so tako ali drugače seveda odvisna od njih. Tema zaposlovanja, še kako vprašanje, komentar. Potem gremo na temo okolja in sicer po izstopu iz premogovne dejavnosti se bo na območju velenjske občine sprostilo kar precej trenutno degradiranih industrijskih površin, kar pa prinaša priložnosti za sanacijo, na to revitalizacijo. Zakon, kot smo omenili, tudi predvideva oziroma omogoča lokalni skupnosti prednostni odkup. Ali že proučujete te površine, razmišljate, kako bi jih lahko revitalizirali in s tem dvignili kakovost življenja v občini in dolini? Zdaj, mi se v tem trenutku predvsem ukvarjamo s tem območjem okoli Velenjske plaže, da to območje ustrezno zaščitimo. To je zdaj naša seveda primarna naloga. Potem pa sledijo seveda tudi druga vprašanja, ki so povezana z tem območjem. Kot prvo je dejstvo, da pač po zakonodaji mora premogovnik Velenje najprej seveda območje sanirati, šele na to lahko neko namembnost posameznega območja spremenimo in bo to kar, bom rekel, velik izziv ali pa dolgotrajen proces, ki bo seveda potekal tudi prihodnja leta in mi v zelo kratkem času seveda
teh površin, ki so danes na nek način še degradirana, ne moremo pričakovati, da bomo tako imeli na razpolago. To, kar imamo v vidu in kar pa lahko zdaj uporabljamo, je pa območja, ki so namenjena seveda razvoju turizma. To je absolutno naša prioriteta. Okoli tako od, bom rekel, samega kampa naprej do pa kinološkega društva, pa naprej gor do proti stari elektrarni, so to območje želimo seveda zaščititi, ga tudi namensko potem nameniti razvoju turizma. Tisto, kar je pa zdaj v tem trenutku tudi pomembno, je pa to, da imamo tudi, da razvijamo energetsko lokacijo, to pa predvsem v sklopu zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja. Jaz mislim, da bomo kmalu imeli tudi postopke tako daleč, da bomo javnost tudi zelo aktivno vključili zraven, kjer pa seveda za razliko od medijskih objav, ki so zelo zavajajoče, načrtujemo izgradnjo sončne elektrarne ne na jezeru, ampak na kopnem, da ne bo slabe volje prehitro. Poleg tega pa postavitev tudi toplotne črpalke, približno 9 megavatne, za namen seveda toplotne oskrbe, kjer bo zagotovljen tudi letni odjem toplotne energije za vsa gospodinjstva v mestni občini Velenje in tudi za gospodarstvo. To je ta prva faza, ki jo zdaj počnemo. Kot rečeno, mi zdaj smo začeli spremembo prostorskega akta, te strokovne podlage, kakorkoli se temu reče, se pripravljajo. Ko bo to zdaj pripravljeno, bomo seveda tudi vključili ali pa seznanili celotno javnost s tem projektom, kar smo v preteklosti tudi v medijih že komunicirali, in to lahko rečemo, da so v tem trenutku tudi te ključne investicije ali pa posegi, ki jih načrtujemo v ta območja, ki so bila, lahko rečemo, v lasti ali premogovnika Velenje ali termoelektrarne Šoštanj. Pa posebno vprašanje, ki je, kaj narediti z klasirnico. V krajevni skupnosti Pesje nekateri seveda želijo ta objekt podreti, drugi vidijo v tem objektu drugo namembnost, objekt je pa v katastrofalnem stanju in samo zato, da bi ga spravili v življenje, bi verjetno potrebovali nekje vsaj 10 milijonov evrov, tako da to je pa posebno vprašanje, s katerim se seveda tudi zdaj soočamo. Jaz vem, da Tina bi dala točno idejo in odgovor, kaj z njo narediti. Tukaj smo verjetno nekoliko nasprotnih si mnen, ampak pustimo se, zato pa smo. Brez zamere, smejim se zato, ker je tudi stara elektrarna bila v tako katastrofalnem stanju, da je bilo nemogoče obnavljati pred leti, zdaj bo pa šlo. To je dober argument, ne? Ampak spet moramo milijone poiskati za to. Potem pa reče, koliko sredstva, koliko milijonov bomo dali, ne, za obnovo stare elektrarne. Ja. Vse to stane, ne? Ampak ja. Za nekatere je moteče, za druge ni. Treba bo tukaj pač stroko in javno seveda soočiti pa sprejeti potem dokončno odločitev. Ste pa dve istočnici super dali, v navezavi na turizem in energetiko, oboje povezano se pravi z bodočimi opuščenimi industrijskimi površinami. Lokalna, se pravi Šaleška lokalna skupnost je sosežig že zavrnila, zavrača plavajočo sončno elektrarno na Družmirskem jezeru, zeleno vodikarno, ampak vse to se lahko zgodi in zdaj seveda lahko govorite samo o imenu lokalne skupnosti Mestne občine Velenje, ampak vendar, tukaj sta dve lokalni skupnosti v isti dolini, katerih prebivalci imajo iste interese. Kaj mislite, kako poenotiti interese lokalne skupnosti, da bodo ščitili interese prebivalcev in doline kot celote? V okoljskem smislu, seveda. Ja, mi smo sprejeli strategijo za razvoj turizma tako v Mestni občini Velenje in občini Šoštanj, kjer seveda plavajoča elektrarna nikoli ni bila predvidena za to. Jaz zelo iskreno povem, oziroma ne bom se vmešaval v občino Šoštanj, to je pač njihova odločitev. Jaz sem predvsem hvaležen strokovnim službam,
ki so me leta 2021 ali 2022 nekje tam na prehodu je bilo, tudi seznanili in so opazili, da se je dikcija v zakonu spremenila na način, da je možno postavitev sončnih elektrarn na Družmirskem jezeru, na Velenjskem jezeru in na Škalskem jezeru. Ko mi je to urad Branke Gradišnik seveda predočil, sem šel takoj tudi, lahko rečem, v napad in sem res po vseh raneh izpodbijal to idejo. In takrat so tudi potem politični odločevalci se odločili, da raj se ne bojo kosali z Velenjem in bodo seveda to dikcijo dali ven. Ostalo je pa seveda Družmirsko jezero, zaradi tega, ker pač občina Šoštanj temu ni nasprotovala. Tako da jaz to plavajočo elektrarno mestna občina Velenje jo ne potrebuje, ne potrebujemo jo za namen zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, je pa to neka odločitev, ki je seveda sprejeta ali pa bo sprejeta v občini Šoštanj, ali bo za ali proti in seveda to prepuščam predvsem njim. Jaz pač želim, in to vedno znova povem, da v procesu prestrukturiranja želim, da čim več dejavnosti, aktivnosti, ki se izvajajo ali pa ki jih danes storitev, ki jih ponujajo, bom rekel, deležniki izven naše lokalne skupnosti, pride pod pristojnost naše lokalne skupnosti. In če govorimo o toplotni oskrbi, če je do danes HSE in Termoelektrarna Šoštanj nam določena ceno toplotne energije, Peter Dermol je imel proteste tu, ceno so določali druge, potem ne pristanem več na to, da se jaz hodim izven naše lokalne skupnosti pogovarjati o ceni toplotne energije. Želim, da je to javna gospodarska služba, da imamo na to vpliv lokalne skupnosti in takrat se seveda tudi kot župan lahko ali pa moram zagovarjati pred javnosti, zakaj je, ne vem, cena takšna ali zakaj se ogrevamo na takšen način ali drugačen način. In tukaj smo nekoliko v različnih pogledih z občino Šoštanj, ampak tisto, kar je želim zagotoviti, in to je, da bom delal pač v javnem interesu in da mene pač kapital v tem primeru prestrukturirane lahko je neka podporno okolje na način, da bo res tukaj puščal sledi. Plavajoča elektrarna pa po moji oceni, če bo HSE to zgradil, bo HSE to tržil, dobiček bo v Ljubljani, vse ostalo bo tukaj, kaj bodo pa občani občine Šoštanj imeli od tega, pa jaz v tem trenutku ne vem, ampak je to čist njihova presoja, jaz sem pa vesel, da smo v Velenju takrat se zoperstavili temu in da danes nimamo teh vprašanj. Tisto, kar me pa danes seveda boli in kar sem tudi povedal ministrom, je pa to, da smo zakon o prestrukturiranju regije zdaj okužili s to elektrarno in ko sem včeraj zvečer gledal Pop TV in ko sem videl članek o tem, da je ta elektrarna eden izmed projektov zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, me pa še toliko bolj pogrelo, ker zdaj mi želijo pa še ta projekt zelene preobrazbe okužiti s to plavajočo elektrarno. Tako da mi se bomo od tega absolutno distancirali. Jaz želim predvsem to, da v Velenju bomo poskrbeli za naše okolje, za naše ljudi in mi te elektrarne enostavno ne potrebujemo. Ja, seveda, lokalne skupnosti odločitve sprejemajo sploh take, ki se pravi tičejo nacionalnega strateškega interesa, glede na pritiske nacionalne politike. Ali lahko župan Peter Dermol zagotovi, obljubi mogoče mladim in drugim, da bo, dokler je župan, vedno zagovarjal interese lokalnega čistega okolja, čistega zraka, čiste vode, zelenih površin, da ne bo trgoval z zdravjem doline in vseh njenih prebivalcev za tisto, kar morda nacionalna politika ponudi v zameno. Za tem vprašanjem se verjetno še nekaj skriva, ampak ne, to je pa res samo ja ali ne vprašanje. Ja, ne, vsekakor. Resno mislim, a ste pripravljeni vselej zagovarjati interes lokalnih ljudi, da živijo v zdravem, čistem okolju in da se ta dolina od zdaj naprej samo še revitalizira, ne več degradira? Absolutno sem na to pripravljen in tudi dosedanje aktivnosti, ki sem jih peljal, so šle v tej smeri. Pritiskov strani političnih, takšnih in drugačnih odločevalcev ali pa predvsem določenih lobistov je seveda izjemno velik. Tega si verjetno ljudje ne znajo predstavljati, tudi boljše, da ne veste, kaj vse se v ozadju seveda dogaja včasih, ampak jaz pač vedno gledam na to. Jaz v tem okolju sem rastel, tukaj bom živel
Ocenjevali bojo moje delo potem, kar bo seveda za mano tudi ostalo. In ne želim, da bi moja hčerka ali pa kdorkoli od mladih imel zaradi tega, zaradi nekih današnjih dejanj seveda v prihodnosti neko slabo mnenje glede naših odločitev. Je pa vedno znova to je pravzaprav najtežje, ne? Razvijati mesto, prestrukturirati to regijo tako, kot si mi želimo, glede na potrebe, ki jih imamo, istočasno pa seveda ohranjati okolje, pa obdržati vse tisto, kar imamo. To je izjemen izziv in tukaj kot skupnost bomo vedno znova morali iskati kompromise in zato je predvsem pomembno, ne? In to tudi moji sodelavci zelo dobro vejo, da pričakujem, da zelo dosledno komuniciramo z javnostjo in z vsakim posameznikom. Če ima nekdo neke izzive, takšne ali drugačne, je potrebno z njim seveda ta izziv rešiti, realizirati, se z njim sestati, čeprav je izjemno naporno sedeti z ljudmi, pa seveda poslušati in iskati rešitve na njihove življenjske osebne izzive, ki so za njih največji, ampak to je naše delo in to je naša odgovornost. In jaz, dokler bom župan, bom sigurno na takšen način to počel. Je pa to, lahko rečem, izjemno naporno, včasih bilo boljše, če bi vrate zaprli, pa nekaj malih stvari ponaredili, pa vse ostalo pa pustili, kako bi se bo stvar razpletla, pa bi verjetno vsaj mi imeli manj dela, pa manj skrbi, ampak na dolgi rok bi se pa to v našem okolju poznalo in jaz si pač tega ne želim. Jaz se upravičujem, zdaj imam v zornem kotu samo eno veliko umetno sonce, ne vidimo, kdo maha, imamo kako vprašanje na temo okolja. Če ne bi, samo eno vprašanje, ki se je oblikovalo tekom teh posvetov, smo ugotovili, da trenutno kar veliko mladih se izobražuje prav na okoljskem naravovarstvenem področju in jih skrbi kakovost vode v Velenjskem jezeru. Kadar poskušajo do kakih podatkov pri direktoratu, direkciji za vode in tako naprej, teh podatkov ni, ker češ, da se to vodno telo ne spremlja, vsaj ne v enaki meri kot recimo Blejsko ali pa Bohinjsko jezero v glavnem. Glede na to, da je to jezero tako pomembna strateška lokacija nasploh za razvoj turizma kot ene izmed gospodarskih panogi prihodnosti, kdo, kako spremlja kakovost vode, vitalnost vsaj Velenjskega jezera, ampak smiselno bi bilo pa govoriti o Trojezerju, o vseh treh, se pravi zdravje teh jezer, kakšno je torej stanje in ali se spremlja, kako zdaj pa že lahko rečemo masovni poletni turizem vpliva na ta vodna telesa in predvsem na kakovost vode. V bistvu je to zelo pomembno dejstvo, ne, da z večjo količino ljudi v nekem takšnem okolju seveda so tudi lahko potencialno negativne posledice v našem okolju in Velenjsko jezero je seveda lahko eden izmed takšnih primerov, ne. Zdaj, čeprav vem, Nacionalni inštitut za javno zdravje, to je institucija, ki pri nam redno izvaja te meritve kakovosti vode in do danes ni bilo nikoli rečeno, da je naša voda slaba, da je oporečna in tako naprej. Skratka, celo po kakovosti vode, če imam prave informacije, smo v Slovenskem tudi merilo na visoki ravni. Tako da v tem trenutku, vsaj jaz osebno ne vem, da bi bilo z jezersko vodo karkoli narobe. Je pa predvsem pomembno to, da smo nenehno pozorni na stanje, bom rekel, teh naših jezer in da res dosledno izvajamo vse te meritve. Mi imamo te meritve dostopne tudi preko seveda spletnih strani in zdaj bomo tudi v sklopu projekta, če se ne motim, v sklopu še projekta na Velenjskem jezeru imeli tudi vizualizacijo, kakšno je stanje jezera v nekem danem trenutku, torej da bomo imeli te številke na razpolago. V vsakem trenutku, skratka, na tem področju tudi moramo skrbeti za to in tega področja ne gre zanemariti. In tu se jaz strinjam, ne, tu je pač odgovornost vseh nas, da res skrbimo za svoje okolje. To je bil v bistvu konkreten predlog na eni izmed delavnic razširiti spekter parametrov, ki se spremljajo in to je pravzaprav razlagala ena punca, ki mislim, da biologijo nekaj v glavnem zelo znanstvenega študira in je izrazila eno skrb. Bomo to zabeležili tudi, pa bomo potem
seveda kot enega izmed zaključkov tudi tega dali, pa bomo preverili, kaj lahko na tem področju naredimo še. No in zdaj turizem, kultura, okolje je v redu smo. Turizem, kultura, no, greva tja, kjer sva začela, a ne pri neprespanih nočeh, a ne. Zgradili smo največje koncertno prizorišče v regiji, ogromno smo si kot lokalna skupnost v gospodarskem smislu obetali od Viste, a ne. Na drugi strani je pa aktualna. Lokalna turistična strategija Šaleško dolino vidi kot destinacijo, ki je najbolj prijazna družinam, in festivalski in družinski turizem že na papirju ni videti, da bi šla kaj dobro skupaj. No, in že izkušnje iz letnega kina pred leti, recimo, se pravi prebivalci Stare vasi niso spali, prebivalci dela Pesja, zdaj celo Velenje ne spi zaradi Viste. Skratka, imamo objekt, ki smo ga želeli, ker smo želeli biti destinacija, ki lahko sprejme 30 000 obiskovalcev, radi bi pa tudi spali. Kako bomo to zrihtali? Kako se bomo zmenili? Ja, vsak bo mogel malo popustiti, ne pa bo. Zdaj, kar se te Viste tiče, ne, saj naš namen je bil predvsem, da ko smo Visto seveda zgradili, da prvih nekaj let res poskušamo z različnimi dogodki sploh videti, kaj naše okolje sprejme in kaj ne sprejme, na kaj se ljudje odzivajo, kakšen je obisk na posameznih dogodkih in tako naprej. In to obdobje se zdaj počasi zaključuje. Jaz sem tudi naročil že pred tem koncertom oziroma tem festivalom zadnjim Zavodu za turizem Šaleške doline, da naredi evalvacijo vseh teh dogodkov. V Overlejku govorimo, a ne? Ja, tudi Overlejk je bil, ja. Festival elektronskih glasbe. Ja, Overlejk, ja. To je ta, zaradi katerega niste spali. Ja, hvala lepa mladim. In najboljše je bilo, ker sem zjutraj potem poklical, sem rekel, lepo prosim, če lahko kak ukrep sprejmete, da se naslednjo noč ne bo slišalo, da bo malo bolj zmerno. In potem ne vem, kaj ste naredili, Janko. Čepke razdelili. Do 2 zjutraj je bilo ok, po 2 uri je bilo pa isto kot prejšnji dan. Sem rekel, jo. Ampak dober, prav je, da je tako. Veterja pa drug set. Prav je, da tudi mladi opozorite, da se tukaj v Velenju nekaj dogaja. Se velikokrat pa slišimo, da se v Velenju nič ne dogaja. Ne, tako da. Župan, čepka vsak nabiralnik. Kaj bova? Čepke za ušesa vsak nabiralnik. Pa jaz nimam drugače s tem težav. Mene je bolj skrbelo, kaj javnost dela. Ne, sej za tiste, ki imajo. Ja, okay. To bi bila rešitev. Knapi imajo recept za to, a ne. Jaz se vedno čudim, a ne, kako lahko spijo, ko pridejo iz znak šihta, a ne, pa sosed štema, ja, a ne. Čepe, da, ne. Ja. Pardon, ja. Ja, v glavnem mi bomo naredili evalvacijo teh dogodkov, se bomo tudi skupaj odločili potem, katero smer. Jaz mislim, da bo počasi ta Vista prišla tudi do takšne ravni, da bo mogoče celo razmišljati o tem, da bi imeli svoj javni zavod iz tega področja, torej javni zavod Vista, ne vem. To bo pač stvar zdaj te evalvacije, ko jo bomo naredili, da bomo videli, kaj naprej. Zdaj, kako gre družinski turizem pa festivalsko dogajanje? Jaz mislim, da gre to z roko v roki. Družinski turizem predvsem pomeni, mi smo sledili temu, da je pač že naše okolje samo po sebi privlačno za različne starostne skupine. In takrat, ko smo osnovali seveda to strategijo razvoja turizma, smo rekli tudi, zakaj ne bi tudi tega našega okolja seveda v tej smeri izkoriščali in ga tudi razvijali. In zato smo tudi prišli takrat do zaključka, da je razvoj družinskega turizma ena izmed dobrih kombinacij. In zato tudi želimo seveda, da smo odprti za vse te starostne skupine, predvsem za družine, lahko tukaj kolesarijo, sprehajajo in tako naprej. Skratka, imamo veliko kot mesto za ponuditi. Po drugi strani pa sem prepričan, da takšno mesto, kot smo mi, s takšno infrastrukturo si zasluži vsaj en festival na leto, ki ga bo ta skupnost tudi sprejela. Jaz mislim, da tudi lahko 2 festivala, ampak moramo pa se enkrat odločiti, ne. Mi gremo v festivalsko dogajanje na tem pa tem področju, ljudem tudi povedati, ne vem, v mesecu maju pa mesecu avgustu bo pač 2 dni ali pa en teden malo bolj glasno, ljudje se morajo na to pripraviti in kot skupnost moramo tudi to seveda sprejeti. Če želimo razvijati ta del, če ne, pač bomo rekli, da si tega ne gremo, ampak bi bilo škoda, ker je tukaj tudi nekaj potencijala in sem vesel, ko tudi predvsem Mladinski center res na vseh teh dogodkih aktivno sodeluje in je to tudi
na nek način neko gospodarstvo, ki se seveda lahko iz tega naslova razvija. Ja, veliko potencijala je v resnici. Pač imamo prizorišče, ki smo ga gradili ravno za ta namen, 9 milijonov plus je stalo. Tolmin na drugi strani prehaja v neko novo gospodarstvo in tolminski izjemno uspešni festivali bodo iskali novo lokacijo. Vista se zdi kot naročena, ampak a bi si upali tvegati, lahko sklepamo precejšnje negodovanje zelo velikega dela lokalne skupnosti, če bi Velenje postalo Tolminu primerljiva festivalska lokacija, torej iz festivala v festival praktično celo poletje. Jaz si marsikaj upam, ne. Iz festivala, ja, eno leto bi sigurno upal, ne. Potem bomo pa videli, kaj bo. A to tiste zadnje v tekočem mandatu, ali? Ko bi vedeli, koliko sem jaz imel treme pri Metal Daysih, na to so mi roke zvijali, zato da sem jaz rekel, ja, ker smislo pa to bo kaos v našem mestu, ne. Ampak na koncu je bil pa prav prijeten festival, družine so bile prisotne, mene je navdušilo, ne, tako da če bi bili to vrstni festivali, pa še zvočniki so bili proti Šoštani obrnjeni, tako da v Velenju s tem nismo imeli velikih težav, ne. Tako da ja, je to izziv, je to vprašanje, ampak jaz bi si upal seveda to iti, bi pa potem kot skupnost, kot rečeno, morali se odločiti, a je to primerno ali to ni primerno, ne, se bi hitro ugotovili, kje smo. Ja, pa najbrž si predstavljamo, ne bi se ljudje pomirili, če bi v tem našli korist zase, a ne, ampak spet zagotovo je bilo treba ogromno naporov vložiti v komuniciranje, v izobraževanje, ne nazadnje, a ne, kako zdaj to unovčiti in kaj iz tega iztržiti, a ne. Ja, drži. Vprašanje imamo, prosim. Se čujemo? Ja, se Slišimo. čujemo. Hvala za besedo. Jaz imam samo eno kratko vprašanje, zdaj ko govorimo o razvoju, se pravi tega koncertnega turizma, predvsem na Visti. Me zanima samo, kako je v bistvu mnenje mogoče lokalne uprave, a je boljš prepustiti ta sektor, se pravi privatnim, se pravi firmam, ki bi se ukvarjali z organizacijo takih dogodkov, ali se vam zdi bolj smiselno, da pač nekako nadaljujemo z tem stanjem, ki ga imamo zdaj, se pravi, da se približno, a da se kar velik delež dogodkov na Visti odvija nekako v režiji javnega sektorja tu pri nas. Zdaj, naša ideja je bila predvsem ta, da mi seveda vse dogodke pokrijemo preko tako imenovanega javnega sektorja, za izjemo Viste. Visto pa na nek način prepustimo trgu, ravno zaradi tega, ker gre za velik kompleks, ker se lahko veliki dogodki tam izvajajo in zato, če se mene vpraša, moje osebno mnenje je pač, da bi trg seveda, da si želimo, da trg tukaj svoje naredi, ne. Smo pa še vedno pri vsakem dogodku tudi kot javni sektor vpeti tako ali drugače v posamezen projekt in jaz si želim, da bi seveda ta poslovni model se le spremenil na takšen način, da bi čim več teh obveznosti prevzel trg in da bi to trg seveda tudi potem oplemenitil na nek svoj način, pa tudi na takšen način, da imamo kot lokalna skupnost seveda nekaj od tega. Hvala. Mogoče samo še eno podvprašanje, ki imam tukaj. Mogoče se ne boste strinjali najbolj z mano, ampak nekako jaz osebno bi mogoče zaključil, da so neke težave ali pa neki problemi, ki ga imamo s tem prostorom, zaradi česar mogoče tudi lahko opažamo, da privat firme niso toliko naklonjene organizaciji nekih večjih dogodkov ali pa festivalov na tej lokaciji. Vidite mogoče vi kak tak problem iz preteklosti, mogoče iz letošnjega leta in pa kako bi se ga najbolj lahko naslovilo, da bi mogoče privabili tudi bolj masovno neke privatne firme? Ja, zelo težko odgovorim na tole vprašanje, ker bom raj počakal na to evalvacijo, pa da vidimo seveda, kaj bo tisti, ki so odgovorni za to, da upravljajo s tem prostorom, povedali. Tako da bi zdaj lahko odgovoril, kje so težave. Jaz v tem trenutku seveda jih po eni strani ne vidim, verjetno pa zaradi tega, ker mi že strokovni sodelavci, pa Zavod za turizem, pa javni zavodi del teh problemov odpeljajo stran od mene. Tako da hvala vsem vam, ampak je pa prav, da zdaj se tudi seznanimo z vsem temi izzivi, s katerimi se soočate na terenu in da poskušamo seveda narediti morebitne spremembe na način, da boste pač imeli manj težav ali pa da bo operativno bolj zadeva tekla. Hvala lepa.
Hvala. Bolj konkretno področje kulture. Ko smo o tem z mladimi govorili na delavnicah, so vselej opazili, da je dogajanje res ogromno. Samo letos, samo to poletje, več kot 450 prireditev na območju Velenja oziroma občine. In tu se poraja vprašanje, ali je ta pestra, obilna ponudba dogodkov tudi garancija za to kakovost kulturne ponudbe in pa v končni fazi tudi za neko dodano vrednost, predvsem za lokalne kulturno-umetniške ustvarjalce. Zdaj, pod prejšnjim županom, ko sem bil podžupan, sem naročil, da mi preverijo, koliko dogodkov smo se z županom v posameznem letu udeležili. In takrat smo prišli do številke, mislim, da preko 3000 dogodkov, različnih dogodkov, ki so bile organizirani z različnih institucij v tekočem letu v našem mestu. In ko sem to številko videl, sem rekel, joj, to je pa res ogromno. Ne? In res imamo izjemno paleto teh dogodkov. Po eni strani je to dobro, je prav, kajti vsak ima nek svoj okus, imamo res pokrite ciljne skupine, po drugi strani je pa seveda vprašanje, ne, kateri so tisti dogodki, ki mogoče ne dajo našemu okolju tistega, kar bi pričakovali, in je seveda tudi pošteno, da razmišljamo o tem, da včasih tudi bolj posvečamo se kvaliteti kot pa kvantiteti. Ne. Tako da je predvsem moj cilj, da tisti dogodki, ki so res dobri, ki jih je skupnost sprejela, ki so dovolj dobro obiskani, da na teh dogodkih gradimo, vse ostalo pa mogoče poskušamo tudi seveda ali odpraviti ali pa jih spremeniti na način, da bodo bolj zanimivejši. Tako da je pa prav, da seveda vsak segment v našem okolju ima možnost nekega svojega izražanja, ali govorimo o kulturnikih, ali govorimo o mladih. Skratka, jaz mislim, da to mesto mora prepustiti našim ustvarjalcem, kaj čutijo, kaj radi delajo, kajti to bojo potem počeli srcem in to bo tudi potem dogodek, ki ga bodo, seveda, na katerega bodo ponosni in ki ga bodo ljudje tudi sprejeli. Tako da je to vedno znova, vsako leto ista dilema, ista vprašanja. Zaenkrat pa moram reči, da kar dobro krmarimo, no, kar se teh dogodkov tiče. Pa še tam mogoče, teh več kot 450 dogodkov, zelo različni prireditelji, super, ti dogodki so zelo razpršeni, ampak nekako tisto, kar tudi iz izkušenj drugih mest zagotavlja večji obisk in tudi v bistvu večjo kakovost dogodkov, so pa strnjeno festivalsko dogajanje. In zdaj imamo kar eno za drugim, Kunigunda, Pika, dva tradicionalna, izredno uspešna festivala, oba festivala staneta, in pri obeh festivalih se sredstva za izvedbo, se pravi višina sofinanciranja s strani Mestne občine Velenje v zadnjih letih znižuje, čeprav se produkcijski stroški višajo. Kaj je razlog? Zdaj, Markota, ne vidim več tjale, kak je razlog. To, da se zmanjšujejo, to sem zdaj prvič slišal, ampak dobro. Ampak ja, 24, recimo Pika 155, dobrih 155 tisoč, letos 130, Kunigunda lani 25 tisoč, letos 21. Okay. Zdaj, kar se Pike tiče, je bila moja usmeritev seveda zelo jasna. Jaz pričakujem, mi smo namensko določena sredstva tudi znižali, ker pričakujem, da tudi gospodarstvo in pa tudi ministrstva k takšnemu projektu, kot je Pikin festival, ki gre za največji izobraževalni festival mladih, podpre. In kar je bila moja usmeritev je, da mi bomo vsekakor finančno seveda tukaj participirali, ampak pričakujem, da tudi tisti, ki organizirajo te dogodke, tudi nagovorijo gospodarstvenike, podjetnike, da če vsak nekaj prispeva k takšnemu izobraževalnemu dogodku, je to nekaj tistega, kar seveda potem našemu okolju tudi ostane. Tako da ja, Pikin festival je tak primer, kjer smo se tudi aktivno pogovarjali, takrat se, ne vem, 150 pa 100 tisoč evrov, pa glavne številke so bile različne, ampak zaradi tega, bom rekel, ta dogodek ni bil nič kaj manj oblegan ali pa manj atraktiven kot drugače. Je pa res, da jaz
pač pričakujem tudi od javnih zavodov, tistih, ki seveda ponujajo neke take aktivnosti na trgu, ki so lahko tudi mogoče določene stvari plačljive in tako naprej, da poskušajo tudi kakšen evro poiskati kje druge. Občinski proračun, če danes pogledamo področje športa, kulture, mladih, vseh teh dogodkov, verjemite, če bi v takšnem obsegu, kot so želje, vse to financirali, mi pač enostavno lahko samo to počnemo, investicije zapremo in je to. In zato vedno znova pač poskušamo tudi predvsem na tak primer, kot je Pikin festival, ki je lahko družbeno izjemno seveda zanimiv, kjer ga tudi gospodarstveniki razumejo, zakaj gre, zakaj ne bi takšen projekt seveda podprli izrazito tudi iz privat sektorja. In pa to, kar seveda zamerim, pač, kar imamo odprto do države, mi moramo državo enkrat prepričati, da gre to za največji otroški festival in če državi, Ministrstvo za kulturo ali pa za izobraževanje, ker so nas pošiljali iz enega na drugo ministrstvo, ni v interesu, da se takšni festivali podprejo, podpirajo se pa mnogi drugi festivali po drugih mestih, potem ne vem, kaj bi bilo primerno. Tako da predvsem je to neka spodbuda za vse nas, da se zavedamo, da ta vreča z denarjem ni neomejena, da imamo omejeno, pa da poskušamo tudi kje druge še kakšen evro seveda priskrbeti. Ja, se pravi, Pika se mogoče malo lažje znajde na trgu tudi, a ne, pa je, se pravi, festival nacionalnega pomena in bi zato lahko računala na podporo ministrstva, a ne. Kaj pa Kunigunda? Iz 25 na 21, ja, sem videla te vprašanja, ampak da tole zaključimo, ne, se pravi, kaj konkretno je razlog, ne, da se kljub dražjim produkcijskim stroškom, enako obsežnemu programu, a ne, proračun za festival mladih kultur Kunigunda niža. Pardon, brez zamere, no, ampak sam da tole zaključimo, pa potem imamo dve vprašanje, prosim. Tako kot je že župan izpostavil, zelo težko je sestaviti proračun, veliko je investicij in mogoče tudi ena taka zadeva je treba vedeti, tudi Mestna občina Velenje se ne loti investicij, če nima sofinanciranja. Mene zelo veseli, da v letu 2025 je Mladinski center se prijavil na dvoletni razpis na Ministrstvu za kulturo, tudi za Kunigundo. Niso velika sredstva, ampak nekaj pomenijo. Vsekakor je enako mišljeno tudi za Pikin festival in vsi skupaj dejansko na ta način je treba tudi gledati. Samo sredstva iz Mestne občine Velenje niso tista, ki bodo. In naloga tako direktorjev, kot tudi vseh zaposlenih v teh javnih zavodih, je tudi v tem, da iščejo druga sredstva. In en primer je tudi zakon o prestrukturiranju, ki naslavlja tudi to področje, naslavlja področja, da dejansko ne nazadnje lahko pridejo do teh sredstev ravno zaradi tega, ker so to vsebine, ki so dobre. In dobre vsebine, ki imajo 28 let že tradicijo, vsekakor so prepoznane na ministrstvih in jih je potrebno tam. Če pa se ustavimo, pa rečemo sam občina bo dala, pa pridemo do tega, da je pa fajn biti v tistem območju, kjer pa je cona udobja. Hvala. Brez zamere, res ste prej roko dvignila, ampak zdaj imamo župana, vodjo urada, direktorja na isto temo, ki bi zagotovo, a ne, se očitno želel na tole odzvati. Bomo takoj prišli nazaj, sam zaključimo tole. To je tudi pohvala direktorjem, da to delajo, da so aktivni v tej smeri in dejansko iščejo ta dodatna sredstva, nekaj na trgu, pa to smo tudi, ko sem jaz bil še na Mladinskem centru, zelo, zelo težko za Kunigundo, ampak je prišlo kaj. Ampak to, da se pa prijavlja na razpise, je pa vsekakor pohvalno. Tudi Konc, ko je bil, ki je veliko pripomoril tudi na Kunigundi in pa ostalih festivalih, pa na ostalih dogodkih Mladinskega centra, je bil en tak projekt, ki pa nam daje tudi neke dodane vrednosti in pa tudi nastavke za naprej, za prestrukturiranje. Prosim. Prej konče, ker damo 3000 evrov še zraven, pa... Ne, saj jaz sam mislim, da se tale debata zasluži malo pojasnila, ker ni čisto tako, kot mogoče zdaj tole občinstvo razume. Ja, so se zmanjšali sredstva strani občine za 4000 evrov, ampak Kunigunda festival ni samo ta vrednost. Proračun Kunigunda je bil v prejšnjih letih 65 000 evrov, kar pomeni, da smo praktično 2/3 sredstev zrihtali preko delovanja Mladinskega centra na tržni dejavnosti, z participacijo društev, do razpisov. Marko, ta bi tukaj sam popravil, da je šlo za 5-letni razpis Ministrstva za kulturo, ki se pa naslednjo leto izteka in trenutno ni bil še novo objavljen.
Tako da letos smo pač žal, tudi zaradi, ker tudi Mladinski center Velenje mora nekako vzdrževati svojo infrastrukturo, izvajati svoje letne programe, zmanjšali naš proračun iz 65.000 evrov na 55.000 evrov in kljub temu mislim, da moje mnenje, mislim, da tudi mnenje ekipe, zagotovili kvaliteten festival. Se bomo pa trudili naprej z leta v leto, se pravi, pridobivati sredstva na vseh nivojih, na vseh področjih, tako strani države. Žal je pa ta festival za gospodarstvo malce nezanimiv, namreč delamo take nekomercialne vsebine, da težko računamo na podporo gospodarstva, razen tistih malih podjetnikov, ki so mogoče nekoč pri Kunigundi sodelovali oziroma čutijo neko družbeno odgovornost, tisti pa vedno pomaga. Hvala. Krtjala nazaj mikrofon, prosim. Brez zamere, dama je pa prej dvignila roko. V bistvu je bilo že odgovorjeno na moje vprašanje, ampak bi rada vseeno vprašala, če se naprej tudi pričakuje, da bomo od mestne občine Velenje v bistvu dobivali za Kunigundo še nižji proračun. Aha, se pravi, da se te skrbi, da se bo trend nadaljeval. Tako, ja. Zdaj, da vam povem, kaj izgleda, ko proračun pripravljamo, ne? Malokrat priteržnik dobi postavko, dobi vrečo denarja in potem pač razdeli. In če ima premalo denarja, potem vsak mu malo odškrne, ne? Pa so pa vsi malo slabe volje. Tek približno to deluje, ampak jaz mislim, da Kunigunda, Pikin festival, ni dobene bojazni, da bi mi sredstva zmanjševali, sploh na takšnih projektih, ki zelo dobro tečejo, tako da ni to usmeritev, bom rekel, moja ali pa občinske uprave. Je pa res, da zdaj, da smo v tej tranziciji, da so pritiski na občinski proračun tudi za te energetske draginje in vsega ostalega izjemno veliki in tisto, kar smo mi seveda hendikepirani, je to, da moramo zagotavljati lastna sredstva tudi za prestrukturiranje in vedno tukaj iskati kompromise med tem, da podpiraš te seveda javne zavode, na drugi strani pa zagotavljaš dovolj sredstev, da lahko vse tiste investicije in projekte, ki jih ljudje želijo in potrebujejo, spelješ, je izjemno zahtevno. In ne znam si zdaj predstavljati naslednje 3 mesece, ko nas čaka dvoletni proračun, bo Marko Pritržnik spet dobil seveda vrečo denarja, ampak po današnjem dogodku jaz upam stavi, da ne bo upal tukaj sredstev zmanjševati na Kunigundu, kvečemu bo kaj zraven dal, ne? Tako da ne bo to nobena politika ali posmeritev občinske uprave, brez strahu. Prosim. Hvala za besedo, jaz pa imam bolj kot vprašanje, mogoče en predlog. Tako ste rekel, da je treba sredstva dobivati od zunaj sponzorji, jaz se s tem popolnoma strinjam, ampak mogoče to ni tako lahko, ko se zdi. Mi smo, tudi ko sem jaz bil mogoče predsednik ali pa karkoli, mi smo zmeri vsak festival, karkoli smo delali, sestavili ekipo, ki je bila namenjena samo temu in se ukvarjala samo s tem, ampak je nažalost beseda mladih, študentov, neizkušenih, včasih premalo za pridobitev sponzorskih sredstev in se tukaj meni sam zdi, da je mogoče bi si želeli več podpore iz tega vidika, mogoče samo besedo župana, nič drugega. Ja, z veseljem, če potrebujete ki pomoč, da kakšna vrata odpremo, potem tudi to naredimo z veseljem. No. Tudi Pikin festival je bil tak primer lansko leto, jaz sem pač rekel, pridite do mene, povejte mi, kdo je že dal, kdo še ni dal. Če še kdo ni dal, bomo tudi osebno poklicali, ampak so mi potem seznamu prišli 2 dni preden se je festival začel. Ne. Pač treba je biti aktivn, nekdo se mora tudi z finančnimi viri seveda aktivno ukvarjati, če pa je potrebna kje pomoč občinske uprave, župana, direktorja, kogarkoli, pa smo za to tudi, tako da brez skrbi bomo pomagali. Delo. Bi obstajal kak mehanizem, bi bilo to možno, recimo sploh za tale podjetje, ko zdaj v tem procesu na novo prihajajo v dolino, recimo se pravi, pač dobrodošli pri nas za svojimi obrati in tako naprej, ampak bi pa želeli, da bi na letni ravni, ne vem, nek delež, se pravi, prihodkov uložili v kreativno industrijo, šport in tako naprej. Skratka, prav ta sponzorska sredstva, ki jih je bilo v preteklosti, davni, žal ne na pretek v dolini, zdaj jih pa ni. Zdaj mi nimamo težav z novimi podjetji, ki prihajajo. Vsa podjetja, ki so do zdaj prišla, so, moram priznati, res bila družbeno odgovorna od prvega dne.
dalje. In ni bila nikoli težava pomagati na kakšnem področju. Mi imamo težave s tem, da so enostavno pipca na, seveda, predvsem energetskih družbah, da se je zaprla, popolnoma zaprla. Če je včasih takšno podjetje dalo 1 milijon ali pa 2 milijona evrov v neko družbeno odgovornost, danes nimamo niti 1 evra, da seveda tudi Hisense ima neko svojo politiko, kjer tudi, bom rekel, ne razmetava z veliko vrečo denarja in ga daje v našo skupnost, pa so družbeno še vedno odgovorni, ampak tudi se čuti seveda pritisk z teh podjetij in tu je največji deficit. Če bi mi ta sredstva dobivali nazaj v to skupnost, potem bi vsem skupaj in Kunigundi in Pick & Mave festivalom, vsem projektom bilo veliko, veliko lažje. Tako se pa vedno več stvari seveda obrača ali pa zgrinja samo na občinski proračun in je seveda izjemno, izjemno težko. Kot rečeno, za področje športa, jaz vam ne znam povedati, koliko energije vlagamo v to, da te športni klubi sploh živijo, da je teh 300 otrok v rokometu pa v nogometu sploh, da ima ustrezne pogoje, da lahko se športom ukvarja. In je res izjemno, izjemno težko in zato potem seveda tudi mi posledično preko občinskih proračunov seveda malo pritiskamo na seveda javne zavode, da se čutijo tudi oni soodgovorni pri temu, da pač moramo vsi skupaj strniti vrste in res podpirati tiste dobre vsebine. Ampak kot rečeno, za Kunigundo jaz mislim, da ni strahu in verjamem, da to, ko sem že prej rekel, Marko že ve, kakšno številko bo upisal noter. Hvala. Še kakšna tema iz področja kulture, turizem, vprašanje, komentar. Če ne bi šli na zadnjo temo, ker že kar dolgo sedimo, midva sicer zelo udobna, na nama se nikamor ne mudi, je prav, vas že malo rit boli. Razlaga za mlade, kaj je prestrukturiranje. Mi smo res v minulem obdobju veliko sedeli z njimi in res opazili, da ne glede na to, koliko je informacij in so dostopne, seveda, to je tema, ki je težko razumljiva. Še direktor Teša zadnjič na tisti seji je rekel nekaj v tem smislu, sicer vezano na zakon, da je izziv to zares zastopiti. V glavnem, zakaj prestrukturiranje? Smo rekli zato, ker se je država odločila, da ne bo več uporabljala premoga in mi smo pač premogovna regija in tega premoga več ne bomo izkopavali za namene pridobivanja električne energije. Ampak kako, se pravi, bo potekal zdaj ta proces prestrukturiranja, se pravi proces prehajanja iz enega gospodarskega modela oziroma sestava panog v drugega, kakšna je časovnica, kaj vse je treba v tem času narediti. Zdaj se pogovarjamo o tem zakonu, pol bo zakon o zapiranju premogovnika, pol bomo dobili dostop do sklada se pravi sklada za pravični prehod. V glavnem polno enih pojmov, med katerimi se je zelo težko orientirati. A lahko tak zares za mlade, kaj se sploh gremo? Zdaj najlažje boste razumeli, da tudi sponzorska sredstva je potrebno prestrukturirati. Se pravi, premogovnik jih več ne daja, treba jih je nekje druge poiskati in podobno je seveda tudi z samim premogom oziroma s to dejavnostjo. Se pravi, premog se ne bo več izkopaval, mi moramo vse, kar je vezano na premog, prestrukturirati od seveda delovnih mest, izobraževanja, okolja, skratka gre tukaj tudi za družbene podsisteme, tudi področje zdravstva, da ne bo pomote, skratka vse te sisteme je potrebno seveda temu prilagoditi in zato ne gre tukaj samo, da bomo zdaj nova delovna mesta odprli, pa bomo rekli to je to, ampak moramo res kot skupnost tudi svojo miselnost, konec koncev, ker vemo, da smo čustveno zelo vezani na premogovniško dejavnosti, prestrukturirati in narediti tudi sam pri sebi to tranzicijo, da pač tega nekega dne več ne bo in da moramo seveda ustvariti neke druge priložnosti. In kar je najpomembneje, jaz mislim, da to prestrukturiranje moramo izkoristiti predvsem zato, da mi vse te priložnosti, ki so nam danes dani v obliki finančnih mehanizmov, izkoristimo in da ne glede na to, kdaj bomo izstopili iz premoga, jaz upam, da ne pred leto 2033, da bomo čim več teh sredstev seveda pripeljali v naše okolje,
z željo, s ciljem, da bomo odprli nova delovna mesta, da bomo zagotovili novo infrastrukturo na področju gospodarstva, prometa in tako naprej in da bo seveda to mesto lahko tudi se naprej razvijalo. Zelo pomembna je kupna moč, tu si ne smemo zatiskati oči, če bi število prebivalcev nam padalo, pomeni, da ti tudi kupna moč pada, da se ti tudi ekonomija mesta seveda potem spreminja, tako da tudi te kazalce je potrebno spremljati. Drugače pa vemo, do leta 2033 mi moramo nadomestiti ta delovna mesta, kar sem rekel, da mene na tem področju ni toliko strah. Drugo, kar je pa najpomembneje, pa seveda, da naredimo to zeleno preobrazbo daljinskega ogrevanja. In tukaj bomo kot skupnost morali sprejeti verjetno tudi kakšno odgovorno, težko odločitev, predvsem kar se tiče alternativnih virov. Mi se moramo zavedati, da brez, bom rekel, kurjenja nečesa, ali je to biomasa ali so odpadki, pustimo zdaj, ne bomo mogli zagotoviti ogrevanja v takšnem obsegu v zimskem času in bo to neka družbena odločitev, ki jo bomo seveda morali sprejeti. Vsekakor pa je naloga nas, da seveda redno komuniciramo. To, da pa mladi seveda velikokrat ne razumejo, kaj je prestrukturiranje, če celo direktor Teša to reče, potem je to poseben izziv družbeni, ne. Ampak sej prestrukturiranje nič kaj drugega, kot da bomo premogovnik enostavno zaprli, pa moramo vse tisto, kar premogovnik danes daje naši skupnosti, seveda nadomestiti z drugimi stvarmi, ne, na drugačen način. No, ampak sej smisel izjave direktorja Teša je bil ravno o tem, razjasniti pojme, da jih dejansko razumemo, da jih usvojimo in da tudi razumemo neko časovnico tega obdobja. To je zdaj vse ful abstraktno, pa zdaj se že par let govori o tem, pa skozi je en tak malo občutek, se ne bo treba. Ampak no, zdaj kakaj je torej časovnica, se pravi v roku 9 mesecev se bo sprejel zakon. Zakaj rabimo ta zakon? Evo, če to o njem govorimo, zakaj rabimo ta zakon in kaj bomo z njim dobili? Mi smo začeli ta proces leta 2020. Zakaj nismo prej začeli? Zato, ker tudi prej ni bilo potrebe, niti ni bila določena letnica, kdaj bomo izstopili iz premoga, niti ni bila to, bom rekel, neka direktiva oziroma usmeritev strani Evropske komisije. Takoj, ko smo seveda ugotovili, da bomo do leta 2033 morali izstopiti iz premoga, smo seveda aktivno začeli delati, razvojna agencija, ustanovljen je bil ta center za pravičen prehod, občinske uprave in mi smo zdaj pravzaprav 4 do 5 let samo pripravljali podlage za to, da bomo lahko črpali projekte, smo pripravljali in šele letos smo prišli v fazo, ko seveda smo končno tudi dobili vsa ta finančna sredstva. Zdaj mi smo bili tukaj zelo učinkoviti, če pogledamo ostale občine, pravzaprav niso kaj dosti dobile. Mi imamo zdaj za 73 milijonov evrov investicij samo iz naslova prestrukturirana iz sklada za pravičen prehod, že podpisanih pogodb in če še sprejmemo zakon, ki bo posebni izziv ga sprejeti, predvsem zato, ker vemo, da pri financah se bo marsikaj ustavilo, potem lahko rečemo, da smo mi v teh letih svojo domačo nalogo naredili do potankosti. To tudi pomeni, da imamo seveda pravno podlago, na kateri lahko potem tudi prestrukturiramo to regijo. Ta pravna podlaga nam bo dala pa potem seveda nove spodbude za različna področja, od izobraževanja, gospodarstva in tako naprej. Teh 200 milijonov, ki je predvidenih za tovrstno podporo, izvedli bomo te strateške projekte, ki so noter izvedene do leta 2033 in seveda po tej letnici bo pač ta skupnost morala začeti živeti brez premogovniške dejavnosti. Ampak temelji, kot rečeno, če sprejmemo še ta zakon, trdim, da imamo odlične temelje, da smo kot mesto svojo domačo nalogo v tem mandatu naredili. Potem je pa samo naloga, da pripravljamo projekte, da vodimo projekte, da jih komuniciramo ustrezno, da je čim več deležnikov vključenih in da so to res projekti, ki seveda ustvarjajo neko dodano vrednost. In vse to že počnemo, seveda bo pa čas pokazal, kako smo bili uspešni. Morate pa vedeti, da prestrukturiranje ni odvisno samo od nas, od naših projektov. Vemo, kaj se na globalni ravni dogaja, od vojn do raznoraznih kriz in tako naprej in vse to vpliva tudi na gospodarstvo, na našem okolju, na našo miselnost. In zato moramo čim več stvari, ki nam jih je na razpolago, izkoristiti, počrpati. To je izjemno zahtevno, ampak samo na takšen način seveda si lahko v tem nekem danem trenutku tudi najbolj uspešen.
Se pravi, zakon opredeljuje strateške cilje na področju, za dosego katerih bo zdaj lokalna skupnost, in seveda gospodarstvo, pripravilo programe, projekte. In rečemo, zdaj je pa treba samo še projekte narediti, dobiti in izvesti, ampak ne samo, to je bistveno, to je tisto, kar bo imelo neposredne učinke. Kdo zdaj pripravlja te projekte, kdo jih bo izvajal, v končni fazi, na kom bo odgovornost, a bodo uspešni ali ne. In se pravi, bodo reševali izzive prestrukturiranja, tisto, kar je njihov smisel. Zdaj, zakon predvideva seveda, da bi se v 9 mesecih pripravil ta od sprejema zakona, ta program prestrukturiranja. Jaz sem vedno znova zagovarjal in tudi zdaj zagovarjam, da je 9 mesecev absolutno predolgo, da maksimalno 3 mesece, predvsem zaradi tega, ker drugo leto bojo volitve, pride nova vlada, ki bo spet pol leta neoperativna in gre že 1 leto takoj mimo. In tudi zaradi tega tam z nami je tudi vodja Centra za pravičen prehod Katarina Ostruh, ki je tudi vodila zdaj pripravo tega osnutka programa, kjer so vsi deležniki v regiji seveda bili pozvani, da podajo svoje predloge, svoje projekte in svoje programe. Tako da imamo res širok nabor teh želja, ki je preširok za teh 200 milijonov, to je absolutno, ampak mi bomo morali seveda zdaj še verjetno enkrat pozvati vse te deležnike, da bodo dali svoje predloge in pobude, potem se bomo morali pa skupaj z državo seveda tudi odločiti, kateri so pa tisti ključni programi in projekti, ki so pripravljeni in ki lahko seveda v procesu prestrukturiranja ustvarjajo neko dodano vrednost. Tako da gre tukaj za regijski izziv. Jaz sem se tudi odločil, da bom seveda dal inicijativo, da naredimo neko razvojno konferenco znotraj Saše regije, da župani drug drugemu predstavimo projekte, katere imamo kot lokalne skupnosti, kot javni zavodi, da bomo vsi vedeli, kaj govorimo, in jaz tudi z veseljem seveda pomagam tako občini Šoštanj, Šmartno, pa tudi Zgornji Savinjski dolini, kakšen projekt pripraviti in ga čez spraviti, če bomo seveda videli, da lahko s tem tudi ustvarimo neko dodano vrednost. Tako da, kot rečeno, mi šele zdaj bomo ustvarili pogoje za to, da bomo sploh lahko začeli te programe izvajati, in je pa naloga vseh, tudi mladinskega centra, mladih, vseh nas, da bomo seveda v tem procesu sodelovali s svojimi idejami, svojo vizijo, in če bomo znali vsi skupaj tukaj stopiti in predvsem redno komunicirati, korektno komunicirati, pa se potem pametno odločiti, kaj so naše prioritete, to pravzaprav to. Zadovoljni z razlago, kje smo, kam gremo? Prosim. Živijo. Halo? Ne slišimo občinstva. Aha. Halo? Meni smo samo eno vprašanje, in sicer velike govora o prestrukturiranju, pa omenili ste ne vem koliko panog, kjer se bo pač izvajal ta zakon, ta program za 200 milijonov. In me samo zanima, na kak način se bo to skomuniciralo z javnostmi. Kolikor se menim, pač malo z vrstniki, večina ne ve točno, kaj vse zajema ta zakon in kako se bodo ti ukrepi, dejansko ogromno ukrepov je tudi v predlogu zakona, in kako se bo dejansko izpeljalo vse to. Na kak način bomo mi seznanjeni s tem mogoče? To bo predvsem naloga Centra za pravičen prehod in pa razvojne agencije, ki seveda koordinirajo ta proces. Dejstvo pa je, da seveda nabor teh programov in projektov, nekateri bodo verjetno šli v neposredno potrditev ali pa neposredno pogodbo, torej če bo prepoznan kot nek strateško pomemben projekt, točno bom rekel zdaj za mladinski center, lahko verjetno gre to tudi preko neposredne pogodbe. V nasprotnem primeru bodo pa seveda ministrstva iz svojega področja objavljale razpise, ki bodo spodbujale, ne vem, rečemo dodatno zaposlovanje ali pa prekvalifikacije ali pa podobne vsebine, in seveda na te razpise se bodo potem tudi morali gospodarstva prijavljati in bodo iz tega naslova potem dobile seveda spodbude. Tako da to bo razpršeno tudi na vsa ministrstva, in zato bo izjemno zahtevno že z naše strani, da bomo mi, bom rekel, res dobro koordinirani strani Centra za pravičen prehod, in po drugi strani, da bomo tudi zelo aktivni proti državi, kajti ministrstva samo od sebe, če jih ne bomo mi spodbujali, da morajo dati razpise za nek ukrep, jih seveda
ne bodo dali kar tako ali pa jih bodo dali veliko kasneje in tako kot smo zdaj pač tišali ta zakon čez, bomo morali tudi za posamezne razpise verjetno potem zelo potruditi, da ga bo posamezno ministrstvo objavljalo. Vse informacije, kot rečeno, so na Centru za pravičen prehod, oni so tisti, ki zadevo koordinirajo. Vem, da imajo zelo veliko delavnic, da seveda si želijo čim širše aktivacije različnih deležnikov, tako da predvsem predlagam, da se tu še bolj povežete, pa da poskušamo seveda tudi zdaj, ko se bo program, predvsem zdaj v tej fazi, ko se bo program dokončno finaliziral, res z nekimi sugestijami priti do dobrih programov, ki boste seveda predlagali tudi vi sami. V redu, še? Je bila tam na zadnji še ena roka. Ja, prosim. Zakaj hočejo pač Titota odstraniti in preimenovati trg v trg rodarjev? Kdo pa to hoče? Čigav predlog je to, čigava pobuda? Ja, to sem videl, da je en tule bil skozi neko strojnico in je nekaj govoril, da hočejo Titota odstraniti in dati trg rodarjev in tako naprej. Malo se svita, ja, odkot. Ja, sej, prosim. Titota bojo težko predstavljati, ker je zelo težek, ne. Oziroma ga je skoraj nemogoče predstaviti, tako da kar se tega tiče, seveda z mojega vidika trdim, da mora Titov spomenik tukaj ostati, tako iz vidika naše zgodovine, nastanka mesta, kot seveda tudi kot neka turistična znamenitost. Ljudje, ki pridejo v naše mesto, grejo z veseljem pogledati ta največji Titov spomenik na svetu, tako da lahko rečemo, da je to tudi neka dodana vrednost na področju turizma. Zdaj, kar se tiče preimenovanja Titovega trga pa v Rudarski trg, to je pač neka dana okoliščina po tisti tragediji, ki se je zgodila, ko so 3 rudarji izgubili življenje in da nekdo začne takoj čez noč seveda izkoriščati to situacijo in nabirati politične točke s ciljem, da seveda upozori na to, da bi bilo pa dobro Titov trg spremeniti v Rudarski trg ali pa trg rudarjev, je seveda pač politično izkoriščevalsko, po drugi strani pa zato niti niso izpolnjeni pogoji, ker tam je kar nekaj pogojev, da če je to rudarski trg, potem bi lahko bil, če ne bi bilo tu rudarske ceste ali rudarske ulice, to se ne sme navezovati, skratka, pa hišne številke in tako naprej, skratka je kar nekaj ovir, da bi do tega prišlo. Jaz mislim, da Velenje se je vedno znalo pokloniti rudarstvu, tudi ob letošnji 150. obletnici smo se poklonili, se še bomo poklonili rudarstvu tudi zdaj v času seveda občinskega praznovanja in da ni dobene potrebe, da seveda dvigujemo prah in zdaj preimenujemo Titov trg ali pa umikamo Titov spomenik za to, da bo nekdo požel 5 minut slave ali pa sreče, po drugi strani bomo pa kot skupnost nekaj izgubili. To je naša zgodovina in naj ta zgodovina bo. Mislim, da imamo mi veliko večjih problemov in izzivov, s katerimi se moramo ukvarjati, kot pa s tem, da bi zdaj seveda na vrat na nos neke stvari v naši skupnosti spreminjali. Aha, še, prosim, hvala, prosim. Ko smo že pri problemih in izzivih, ena tema, ki se mi zdi, da je bila precej spregledana, ampak pomembno narekuje kvaliteto življenja in predvsem tudi našo opolnomočenost kot skupnost pri težkih odločitvah, je pa tudi duševno zdravje. In me sam zanima, kakšni so ukrepi vezani na upravljanje in spremljanje duševnega zdravja mladih v Šaleški dolini in tudi na upravljanje sorodnih pojavov, kot so recimo medvrstniško nasilje in pa vandalizem. Me veseli, da Marko to postavljate vprašanje. Ja, področje zdravstva sem absolutno prepustil podžupani, ki prihaja iz zdravstvenih vrst, danes ni zraven. Duševno zdravje mladih je pa res je izjemno pomembno. Tudi temu področju seveda posvečamo svojo pozornost, strokovno bo pa to znal najbolj Marko obrazložiti in pojasniti, tako da Marko, izvoli. Prosim. Hvala lepa za besedo. Torej, zelo na mestu vprašanje. Ena zadeva zelo pomembna je tudi to, da že veliko let v sklopu Mladinskega centra deluje ta skupina oziroma center za pomoč, moj klub, hvala,
ki v bistvu nagovarja in pa se sodeluje ravno s tistimi, ki imajo že diagnosticirane posamezne težave in v bistvu imajo nek prostor, kjer se lahko naslanjajo. Mestna občina Velenje že, mislim, da zdaj tretje ali pa drugo leto financira delovanje posebne, rečemo temu, ni terapevtska, ampak je v bistvu možnost, da se lahko brez naročanja in brez čakalnih vrst najavijo ravno zaradi težav z odraslimi in pa mladostniki. In ta terapevtska skupina, ni skupina, terapevtsko prostor Posvet, ki deluje v centru Jaki, je v bistvu objavljamo ga ves čas, da dejansko lahko pridejo do tega. Sodelujemo tudi zelo podrobno in pa zelo natančno z šolami, tako z šolskim centrom Velenje, kjer so dobili dodatna sredstva za izobraževanje in pa v bistvu predvsem tudi za same te, ki skrbijo, se pravi svetovalce, da lahko delajo čim več tudi na tem področju. Tako da nekaj stvari je. Želimo si, da tudi zakon v zdravstvene dejavnosti bolj nagovori samo to področje, ravno zaradi tega, ker vsi vemo, da je težava na tem področju. In drugega, kot da mi tudi iz proračuna namenjamo še ravno zaradi tega, da se skrajšujejo te čakalne vrste, da lahko pride do nekih prvih posvetovanj, do prvih informacij, kam se obrniti, druge lokalne skupnosti skoraj ne more. Tako da smo šli v to pot in pa sodelujemo tudi z številnimi zdravstvenimi ustanovami, NIJZ in ostalimi, da poskušamo tega tudi v mestni občini Velenje čim več nagovoriti. V redu. Mogoče še kako vprašanje, ali zdaj smo že res kar pozni, kar dolgi, brez zamere, župan, super, hvala, da si ga vzamete, ja, bolj poredko sedimo, pa takrat oranka ne da. Je še kako vprašanje, predlog, komentar? Sicer bi prosim samo povabila vodjo Centra za pravični prehod Katarino Ostruh, da predstavi dogodek namenjen posebej mladim študentom, predvsem, mislim, da je 26. septembra, ker je vezan prav na aktivnosti povezane z prestrukturiranjem. Drži, prosim. Ja, res je. Skupaj z Saša inkubatorjem pripravljamo dogodek Saša za mlade, kjer v bistvu bomo poskušali jih spodbuditi, opolnomočiti za njihove prve korake v podjetništvo. To bo en tak enodnevni hackathon, sodelujemo tudi pri tem z študentskimi klubi iz celotne regije, tako da prijetno vabljeni. Se te pa treba prijaviti na dogodek? Ja, dogodek bomo začeli oglaševati v prihodnjem tednu, tako da sledite objavam tako Saša inkubatorja, kot tudi našim in boste dobili pravo povezavo. Hvala lepa. Še zadnji poziv. Sicer hvala vsem mladim, ki ste se danes oglasili. Hvala vsem, ki ste poslušali to razpravo, k njej prispevali. Hvala vodjem urada, drugim kolegom župana Mestne občine Velenje, Petru Drmolu. Predvsem hvala vam, da ste si vzeli čas za mlade, povedali, kam gremo, in bi sklenila z mislijo, ki se je prav tako oblikovala v tem obdobju druženj z mladimi na raznih posvetih. Mladi so budni, mladi želijo aktivno sodelovati pri odločitvah o svoji prihodnosti. Če jih ni veliko, to še ne pomeni, da jih ni. Če se ne oglasijo pogosto, to še ne pomeni, da nimajo kaj povedati, ne? In torej ta misel, želimo pomagati graditi, ne želimo rušiti. To je sporočilo mladih. Hvala za pogovor. Ja, hvala tudi vam, hvala za povabilo. Pa še večkrat, mislim, da je prijeten klepet za nami in prav je, da mlade to zanima in da se o tem čim več pogovarjamo, tako da hvala za to priložnost. Zmenjeno, hvala lepa. In župan, skromno darilo smo pripravili za vas prav od naših mladih narejeno v Velenju. To vas zdaj razlagam zato, ker bi vas povabila, da darilo odprete in tudi pokažete občinstvu, da bodo vedeli, kaj vse v Velenju nastaja. Hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala vam. Srečno.